Če se kdo mora javiti, vmes ni panike, ne se javi, povej. Alo, tule snema, ne morem zale. Ja, bom jedo juha. Ja, v redu, čufte. To zdaj ni več podcast, to je zdaj že prav live event. Pa ne bi nudilce ribano kašo mi dej, sem ti rekel, da imam raj juha. Evo, dobrodošli na prvi epizodi Zaodrja live. Prvi event, da smo se dobili s kolegi, da se vidimo uživo na 6 oči, da se malo pomenimo. Z mano sta drum and bass sekcija iz Celja, Urban Krč, Bensi, Bobnar, pa Luka Vinko, basist. Zakaj sem Nivo predstavil prvega gosta uživo na mojem eventu? Zato, ker smo skupaj delali komad leta 2013. Nekaj časa nazaj je že. Delali smo pa eno rockčino, kot bi se moji frendi izrazili. Se spomnite tako Peba, kako smo se dobili, pa smo ga zapokali. A smo imeli mi prej debato, če je bil to najem prvi projekt? Ja, v bistvu, ja. Mislim, da. Jaz sem ziher, da je bil. V bistvu si na ti povezal, stari. Ja, res je, evo, z veseljem. In zato sem jih povezal, ker sem vedel, da oba dva posameznika sem že lep čas poznal, z Bensijo smo se spoznali že v MSN cajtih online. Zato, ker sem ful iskal folku špila Dreame, direkt, dejansko. In sem vedel, da Bensi je Dream Theater Machine iz Šentjurja, ne? Ker si znal po moje odšpilati vse, kar se da v Dreamu, do takrat, kar je bilo posebno. Ja, 15 let nazaj pa res, da ne bi to spravil več skupaj. Ja, verjamem, ker se res moraš dedicatati to. Takrat sem pa res bil v tem svetu ful. In to tudi mislim, da smo čatali takrat mi dva največ okoli teh stvari, Sam to, smo bili totalni entuzijasti glasbeni. Ja, jaz sem res Dreamim hvaležen za vse, kar znam odšpilati na kitaro, sem si tam gradil, treniral, tehnično, da razumeš inštrument, the best. Z Vinkotom pa prek Jokića, prek Pebov, ko ste ga z Doti špilali, pa G3 je bil tisti event, ko si pol, smo se po mojem Mija spoznali zaradi tega. Ja, res je, v bistvu z G3 je bil projekt, ki smo ga nekako začeli na prehodu iz osnovne šole v srednjo šolo. Leon First, Nik Jokić, Grega Hrovat, pa Gala Rančigaj. G3 Celje, ne? G3 Celje, tako, to je bil en projekt, kjer smo pač nekako dobili navdih v G3, torej tisti osnovni zasedbi. Dževo se tega ni Steve Vai, pa vedno še enega forma. Bolje pa naš maestro Leon First napisal v bistvu avtorsko muziko in smo nekako, mislim, da 3 komade celo posneli. Pa smo pa mi celo igrali v bendu skupaj, ne? 2 leti, če se prav spomnim. Tako. Leon se je takrat omaknil iz Dotov. Tako je, ja. Je rekel, da nima več časa za rock'n'roll. Res, Dot je bilo to, ja. Dot je bilo to. Sem zdaj študiral, da bi mi obnovil zgodbo, kjer je bil ta band. Ampak to ste imeli plac od spodaj pod nami, ne? Ja, to je bila tako ta je. ekipa. Tako. Ja, no se pravi, mi smo imeli prostor takrat tako, mi smo vadili v 4. nadstropju, vi pa od spodaj, ne? Ja, pa smo se pa srečevali. Smo se srečevali, ampak nikoli se nismo neki pokampali. Čeprav, a ste prišli kdaj gor k nam? Jaz nisem bil v bistvu pred tem projektom, ko smo šli snemati nikoli pri vas na placu. Ja, videvali smo se podali. Vsake svojo robo nosil noter, ja, čao, kaj je zdaj, kak si, kak je delate. Glih, tukaj smo imeli razlike tudi v letih, veš, da nismo, koliko imamo mi 5 let, ne? 5 let, ja. Nije sicer 1 let, ampak... Jaz sem končal srednjo šolo in sem šel na faks, ko ste vi začeli hoditi v srednjo šolo. Tako je bilo in se nismo nikoli prav zares pokonektali. Ja. Dokler ni iluzij. Dokler se ni iluzij, sacrifice za celo sceno, ne? In sem rekel, jaz pa ne grem v Ljubljano na faks, da bomo celo, da tole razturimo. Ja, dejansko res sem se upisal na management celo, zato da sem tu ostal z bandom, da sem lahko delal konstantno. Bil na placu, živel na placu, razen tega, da sem šel domov spat, seveda, ne. Mamici pa atijo, oči lahko prijem domov spat, a veš, tako smo doma vsi živeli. Starši sem mene ful podpirali, sem ful zegn to, da so prenašali tudi mojo artist lifestyle, da sem živel rock'n'roll, da sem pač hodil na plac, vado, špilo, džemo. V glavnem, takrat sem dobil idejo, da naredimo rock'n'roll projekt, spoznal sem Žigata Aubrehta, ko se mi bo tudi predstavil v enem izmed podcastov, pa bo povedal kaj več o tem sodelovanju. In smo v bistvu najprej špilali priredbe, coverčke, delali smo neke 2-3 akustične evente v Celju, po kafanah. Potem pa rekel, da mi naredimo en komad avtorski. In smo res sedla en popoldne in smo riff, nekako je prišli do riffa.
In jezik je kar začel pisati. Jaz sem rekel, grem jaz domov na južno. Ko sem prišel domov, mislim, da sem šel s skuterjem, me že klical. Jaz sem imel lirike narediti, ne. Sem rekel, res, ko si pa, o čem si pa pisal? Je rekel, o avtih, jaz sem full fan avtov, da divjam z BMW-jem, starim, trojko, to je z njemu full dogaja, stari avti. Highway Star. Highway Star. V glavnem, in smo to naredili in potem sem tebe srečal tudi na enem špilu, mislim, da ste imeli glih kak, ne vem, kaj ste točno špilali. Jaz ti moram povedati, da se to ne spomnim ful dobro, zdaj Ja. bolj prikimavam. Saj vem. S kom sem pa igral takrat? Vse to, ne vem, da spomnim se, pred špitalom. A je bilo z Nareksom? Možno. V glavnem, prišel sem tebe in sem rekel, danes imam en komad, ko bi ga šel snemati v evolucijo, imam že vse zmejen, termine, si pripravljen? Zdaj sem. In si prišel, Ja, sem šel, ja. In smo se dobili pa pri njemu na placu, no, potem sem še omenil, da bomo z Vinkotom delali, si rekel, ja, Vinkota že poznam, niste pa vedeli vsi za njega. G3, Ja. se spomnim, ko ste video delali. Ja. To, In smo evo, delali in to. smo se pokonektali in smo se dobili na placu. Tvojem. Zgoraj Ja. v 4. štuku. Četrtem Smo štuku. mogli gor znositi. Ja, jaz spomnim se te vaje, pa spomnim se vožnje v studio, pa spomnim se, kako je bilo v studiu. Bolj podrobnosti pa niti ne. Ampak ja, naredili smo gor neko predprodukcijo. Čisto smo naredili, ja, cel Aranžma demo. smo postavili gor. Žiga je tudi bil zraven, ne? na vaju? Ja, vsi smo bili. Vsi smo bili, vsi štirje, ne? Smo že posneli v bistvu demo, tako da smo imeli par pilota za v studio. Točno, Tudi tempo smo določili, veš, pa te stvari, ko jih mi nismo, ne, mi da smo prej pač sam naredili okvirni komad, intro, pa riff, pa sprav kitico, refren. In to je bilo to. Ja. To smo pa skupaj v bistvu kar sestavljali in mi je bilo to, mi je bilo zakon, no, veš, da je bil res tisti flow, hitro je šlo, no. Ja. Pač nismo res se lovili, nobeden, Vinko, to sem sam pokazal, riff, pa niso vse bili čisto najlažji riffi, ne. Ampak to je to, veš, ko je naskilan artist, ko veliko vadiš. Časi, ko smo še vadili. Ko smo še vadili, ja. Ne, to rešite ven. Zdaj smo po manj največ vadili v lifeu, ko smo bili v karanteni, smo imeli spet saj, da smo se malo povezali, vsak s svojim inštrumentom, doma, za sebe. Končno. Noro. Tako da ti si vodil cel aranžma, veš, se spomniš kaj? Spomnim se takrat, da sem neke ideje dal noter, ja. Ja, možno. Ampak bolj neki v nekem smislu, da smo prearanžirali, pa stvari pa skrajšali neke parte, pa to. Ja. Ampak itak se mi zdi, da če imam prav spominu, da je komad kar tako iz 3 različnih delov, ki so si precej različni med sabo in je bilo treba neke tranzične narediti, ne? Tako. Med prvim, drugim pa tretjim. Misliš, da tempo se zdaj več ne spomnim, ali smo igrali tempo isti, ali smo mogli še celo tempo spremeniti, to se ne spomnim. Ampak vem, da je clean uvod, pove pač zgodbo, komu je komad posvečen, ful je dober, tak Ja, v bistvu začne pa konča se na isti džir. Ja. Se pravi, umerjen začetek, umerjen konc, ne, vmes pa cela. Ja, v intro v bistvu pove, kaj se je zgodilo, komu je posvečen komad, kaj je namenjen, pa piše to zgodbo, kak je divjal z avtom, kak je bil upit, kak je bežal pred policijo, noben mu nič ne more, ne. Ja. Pa smo ga itak rock'n'rollali, vsekali, komad se pa zaključi s solotom, se v bistvu zaključi ta rock'n'roll del, pa se vrnemo v clean, ko pove, da je Pa spet vokal pa na easy, ne? Ja. tako na easy, pa pove pač, v Zaključek bistvu se zgodbe. upraviči, kaj je naredil, ne, zaradi tega, ne, pa neko tako zgodbo, ne. Super. Da je v bistvu naredil umor, ne, v bistvu, ko se je divjal. Ja, ne, ful huda zadeva. Se mi je dopadli in zdaj bo končno išla uradno ven. Ja, po kulkih. Vse, po 8 letih. Ja, Pa lahko čez 3 leta praznujemo 10 10. obletnico tega komada, noro, ne. Tako da ja, videl sta pa vmes začela sodelovati po tem Potem se projektu, potem Sessionova je v bistvu evolucija, je bil ful navdušen Simon, koliko se spomnim. Ker jaz mislim, da smo se usedla v studio, ne vem, ali smo pilota prižgali ali ga nismo, tako imam feeling, kot da sta vija na pilot snemala. Ne, Na pamet sta Ne, snemala. nismo. Ja, na pamet. ker smo Highway Star smo tudi pa snemali Na pamet, ja. na pamet, pa to mislim, da je bil naslednji projekt za tem. Čeprav vem. V bistvu je izgledalo tako, da mi smo prišli v studio ful zgodaj zjutraj. Jaz se spomnim, da sem tisti večer prej v Ljubljani malo bil aktiven, malo sem dežuril. Sem bil še malo zliman zjutraj, ko ste me pobrali. Smo prišli v studio, pa smo pa začeli postavljati bobne smo postavljali, pa v bistvu nekako sound nastavili. Se mi zdi, da 2 uri smo to delali. Meni se zdi, še manj, meni se zdi, da je to kar padlo skupaj. Ja, ampak to je bil hitro, tisti ful del, ko hitro, smo ja. v bistvu najdlje delali. Bobne smo postavili, naredili sound, jaz sem preklopil bas, je rekla, aha, ok, malo več dragam in dej gor. Ne.
Pa smo začeli snemati, prvič smo šla malo za ogrevanje, pol pa je bil po mojem drugi, tretji tek. Samo memorizirala komad. Mi smo to naredili en dan prej, po mojem, ali pa 2 dni prej. Se ne vem, da smo imeli zapiske, kakšne mogoče. Ne, nisem imel. Jaz vem, da pač vedno, ko grem na session, pač recimo sploh, če samo en komad snemamo, se vedno naučim na pamet. No. Na ta način se mi zdi, da lahko maksimalno dam od sebe. Pripravim si pač neke stvari vnaprej in tako pa pol poskušam to nekako najboljše oddelati. Ne. Mislim, da smo mi uporabljali 3 take, tretji je bil po moje to tone. Sprav snemali smo 45 minut, smo rekli, pa zdaj gremo na kosilo, ne, prezgodje je še. Dobesedno, ja, res. Če se lahko vrnem nazaj, to je mene vedno fasciniralo pri Lukatu, ker res pride na vajo vedno pripravljen, pa vedno brez papirjev. Jaz zapisujem še 5 minut pred vajo, še štejem kitice, pa refrene, pa une svoje čirole, čarole, zapiske, delam to. Luka pa zram se po basu že igra, pa efekte, nekaj čekira pa to. Puno, Luka, kaj imaš zapiske? Ne, valjda ne, znam na pamet, ful dobro, res. Zakon. The best. Ja, ful hodo. Meni se tudi to dopadlo, veš, ker vedno, ko sem delal prej z bandi, predtem sem z Lukatom imel šanso delati, je bilo tako, da, ne, zdaj, no offense to guys, veš, pač nisi toliko v tem, sem jaz prišel na vaje in sem vedel točno, ko gre bobni, ko gre bas, ko gre kitara, ko gre solo kitara, pa ko gre vokal, ne. Spravi, vse sem se naučil in sem jaz držal to težo, veš, zato ker sem točno vedel, okej, ti si nisi pogledal, ne. Okej, ti vmes pokazal, aha, bas, ne veš, koliko je tule, aha, tule imaš tetle prehod, aha, to, ker ti ne boš mogel špijati in sem mu kar v bistvu poenostavljene linije delal basistom, veš, pa tak, zato da je pač proces nekako šel naprej. Poprijem pa do Lukata, je rekel, prid na prve vaje, ne rabiš se veliko pripravljati, zdati, zato da pač vidiš sploh, kaj špilamo, da vidiš repertoar, poslal mi je sicer playlisto, sem si malo pogledal, pa prijem ta je pa reče, ne, veš, kaj imaš tule, te si ti lahko jaz pokažem, a veš, in mi basist kaže na kitaro, kaj naj špilam, kje si rekel, the best, Vinči pa akustika, pa to gre super skupaj. Ja, pa električna kitara, pa vse, veš, pa ve, pozna komade v celoti. Ja, jaz sem pač tipičen basist, ne, jaz sem v osnovi hotel igrati kitaro. Tipičen električen basist. To. Jaz hotel igrati kitaro, pa hvala Bogu, je moj foter v bistvu bil oziroma je še vedno basist. Imel sem 3 sošolce v osnovni šoli, ki so igrali električne kitare in mene bilo itak to pač noro. Jaz sem takrat zraven začel nekako se spuščati potem to bogano rock'n'rolla jaz si tak valjda hotel tudi igrati električno kitaro. Znaš plezati, veš, za rock'n'roll. Ja, se to. Ne gremo mi dol. Če se je enkrat zgodilo, da se je spotaknil na prvi stopnički rock'n'rolla. Se vsi po moje. Rock'n'roll ima 150 stopnic, Luka je padal na prvi. Prvi si padal. V glavnem, ja, no, in pač mi je fotor rekel, pa zakaj bi ti tudi igral kitaro, če pač vsi igrajo kitaro. Pa da igraj bas, boste lahko naredili pač band, ne, in to je bila pač najboljša odločitev v mojem življenju, ker pač takrat sem kar naenkrat bil v 3 bandih, pa sem igral kitaro 2 meseca. Sem pa si tudi po enem letu kupil kitaro, no, pa sem začel tudi malo to vaditi, tako da sem v bistvu nekako... Sem naučil kitaro in bas. Ja, itak. Začel si pa itak, tako vsi začnemo. Ja. S harmoniko. Harmoniko, pravi Slovenci, vega. Mnogi tega ne veste, imam končanih 7 razredov harmonike v glasbeni šoli Celje. Ja, dobro preznanje dobiš, ne, s harmoniko, očitno. Stari teoretično ful ti klaviatura dejansko pomaga pri vizualizaciji intervalov, akordov, lestvic. Mogoče se mi je, mislim, ne mogoče se mi je takrat zdelo vse skupaj malo za malo, nisem mi dal preveč hoditi, ne na teorijo. Tudi inštrument me vedno manj nekako zanimal. Ampak zdaj, ko gledam nazaj, v bistvu ne bi nič spremenil. No. Bi še enkrat šel v to, ker se mi zdi, da mi je dal ful neke teoretične podlage, ki jo lahko vedno pač uporabljam. In lahko pomagaš članom benda, da vejo, kako moraš špilati, ne? Ne, to je res noro, ja, da se res pripravi tip, da res pride na vaje da si, ali pa na session še bolj pomembno, da se vaje pač dobe, še lahko prideš malo nepripravljen. Sam veš pa snemati v studio, je pa res fajn, da veš, kaj boš delal. Sploh, če si res, ko snemate root, ne, podlago, bob in bas, tam nimaš ne morete zdaj vi nekaj improvizirati, ni to solo, ko se pa na koncu dodaja, ne, to se res, to mora biti osnova, mora biti
tajt, ne. In jaz takrat to nisem čist vedel, v bistvu, kaj sploh delam, ne. Ampak tak intuicija me je v bistvu pelala do vaju in da sem vam rekel in sem imel kar dober feeling, ne, glede na to, kaj sta pa vse naredila. Potem sta pa v evoluciji posnela ta cover, ko ima največ ogledov po moje. Imate še na kjerem... Jaz sem ravno včeraj šel gledat, res iz Firbca. Highway Star ima 460,000 ogledov tam cirka, no. S Klemenom Čampa, ne, ste delali? Ja. To je on bil organizator tega. Ja, res je. Klemen Čampa, Matic Narex, Jan Golavšek na klaviaturah, pa mi dva. Ja. Vadili smo za ta projekt, eno vajo smo imeli. Ja, poleti. V julija. Kaj je bilo 35 stopinj? Ja, 40. Četrtem štuku. 35, v četrtem V mansardi. V mansardi. V prostoru, ki je imel 5 kvadratov. Ki je imel 5 kvadratov. Brez klime. Ja, 5 muzičarjev in Highway Star 1000-krat okrog. 1000-krat okrog in jaz se spomnim, res to... Smrdelje. Upam, da ste še kadili zraven Jana vsi, veš. Jaz sem hotel reči, da so se ti kitare zalepile na body, veš, da te depilirala kitara, Se res, ki si jo ja. odlepil. No, to je. Ja, mogoče še ena stvar, če se vrnemo prej tistemu prvemu sešnu, ne. Mene je bilo res strah, ne, tistega prvega sešna, ker jaz sem pač vedel, kak bobnar je pač Bensi, ne, kaj on že prej vse delo, ne. Ja, Veš, itak, ja. pač mi smo Itak, vse ja. bili, pač ok, igrali smo tule po celu, po parih bendih, Bensi je pa že pač konkretno sešne okoli delo, igral z nekimi bendi, ki pač so koncertirali po celi Slovenski Sloveniji, pač zvezdniki, ne. itak, ne. Itak. Prijem jaz Japček na nek prvi session s takim bobnerjem in sem se že iz tega respekta sem rekel, lej stari, treba je pač nek dober vtis pustiti na ljudi, da še bo kdaj mogoče me kdo poklical kam. In sem se že zaradi tega, ne, tudi ful bolj pripravil. Ja, imaš tak vibe, veš, da imaš človek ful respekt. Ko gre zraven špilat in se spomnim, ko smo midva, ko smo takrat snemali ta demo, ko smo ga delali, se jaz tudi nisem posoliral, veš. Sam igral ritm in tam, ko je bil solo, veš, drugače ga vedno začnem bluziti iz prve nekaj. Ampak sem rekel, čakaj, jaz sem pravi taj cule akorde igral, da ja ne bom kaj falil, veš, da ne bom kaj padel ven iz tonalitete, prav ful hecno. To meni ful smešen sliša, zato ker sem se pa zgubil v zapiskih. Ta isti Ti si moment. zastavljal, ja, Ti si se bal veš, se bal solirati, da ja ne bom kaj zaril, veš, kak. Faka, je zdaj kitica ali refren. Ker res se ful sikiram, veš, če začnem igrati nek solo in da slučajen falim, ne veš, če se recimo ne slišiš fajn, pa da igraš neko improvizacijo, pa da nisi tok, kako bi rekel, da se res, da ne poznaš akordov, pa da se zdaj ful, veš, po katerem akordu lahko kjer lesti se igraš, jaz ful bolj delam po feelingu, pa po šesu, večinoma, ko igram, se sam poslušam, no, in a veš pa, imam ful tak feeling, če bom začel nekaj improvizirati in da bom se zgubil, da bom kaj falil, to je meni ono, kot da bi me avtobus pofuril, res, ne počutim se fajn, no, če ne zveni kul. In je bilo res hecno, ja, prav, ko sem pa poslušal demo doma, sem tako sem pa doma, sem pa že igral zraven ta solo, ko smo pa ga z Iggyjem naredila neko tako gitar duel. Ja, vej. To je vedno dobro občutek, ko sam doma vadiš, pa se ti zdi, da vse odigraš tako, kot je treba, pa da nikoli, ko so ljudje zraven, ni tako. Ni tak, ja. Mislim, to je neverjetno. To je res, To tam imamo občutek. vsi, to se pogovarjam z vsemi muzičarji, pa učenci tudi pa tako. Vsak pravi, doma je šlo ful dobro, ko sem sam vadil, je bilo the best. Ja. Zdaj pa... Čim prideš, ja, pa tudi studio kabel, pa tudi zvok, veš, ko je čisto natančno, se vse frekvence slišijo, je malo tak... Ja, drugače je, ne. Ja, Drugače. to tam ni, tam je čisto realno tako je, ne, a veš, in tudi sem slišal, da če snimaš na track, da je baje nekaj najtežjega, no, da pač band posname one take na track, komad, perfektno vsi, da več pilajo skupaj, baje, da je to noro izkušnja in da je ful fajn, da to daš čez, no. Si kdaj že snemal na track, stečaj? Ja, smo snemali projekt za Natašo Vester, Taša je ime projekta, Pantarej pa CD. Snemali pa smo, mislim, da 2014 v studio Dekani na Primorskem. Super studio, the best. Tošo je delal takrat produkcijo, je bil producent. Super plošča, ja. Na track se snema, s tem, da jaz nisem opazil, da bi to bila zdaj neka posebej težja izkušnja. Se ne vem, zakaj bi bilo težje snemati, če je track. Je pa res, da pač stvar, ki pa je treba vedeti, je pa to, da track je načeloma limitiran, ne. Ti ne moreš kar nasnemavati, če stvari vse, kakor jaz vem. Nisem delal še s trackom, no. Ja. Ampak kakor vem, pač imaš neko limito in je dobro, da stvar zvadiš, ko daš pa rekord, je pa
dobro, da zdaj stvari štimajo, ne? No to, ja. Ne, da še rekel, shit, jaz sem zdaj odigral. Proti digital, veš, kaj mislim, krog ko pač premalo. igraš, pa Ja, tole točno ne, to, pa ja. gremo še enkrat, pa dem solo malo to mislim, da je pač pol težje, da... Itak se mi vseeno zdi, veš, da je treba studije, itak treba biti v vsakem primeru zbran, ne? Zato, ker če ne tratiš trak, ne, tratiš pa čas drugih ljudi, pa dobre tejke drugih ljudi s tem, ker si ti neskoncentriran. Ja. Ne? Se pravi, v vsakem primeru mora biti ta fokus, ne? To je to, kar Posledično še denar, ne, ker pač studio ni zastaj. Ja, No ja, itak, ja. Itak. Ampak ja, ne, pač pripravce pa, to je meni čar studija, ta fokus, koncentracija, ko se reče snemamo, in tistih 5-10 sekund napetosti in pol štart in ta fokus, to je meni the best, res. Zato imam rad studio. Mogoče zadnje čase celo bolj kot pa live, no? Moram reči, mi je the best. No. Kaj je bilo pa naprej? Kaj ste po tem projektu? Aha, je tisti Highway Star v bistvu se je nekako začel na podlagi tega, ko smo delali projekt Led Zeppelin Deep Purple Tribute, ne? Mislim, da je bilo to, mislim, da je bil, Ne gre vmes, da je no. bila prej, Ja. pol je bil rok na kitari. Ja, res Se pravi, je moralo res je, biti to ja. prej, ne? Ampak mislim, da nas je Klemen ravno slišal nekje, da pač ne vem no točno. Da vas je skonekto. Ne vem točno, kakšna je bila scena. Jaz sem s Klenom sodeloval že prej, ker smo snemali za njegovo ploščo neke komade. Točno. Ja, ti si... Neka ta ti si nekaj konekcija je snemal, bila, ne? no. Ja, pač ne spomnim se zdaj čisto točno. Vi ste pa kako je tudi bilo že prej zapleteno. delali ta projekt. Vem, on je prišel do tebe, Ja, pol je pa klical Nareksa. Narex je pa po mojem rekel za mene, ker smo pa takrat sodelovali pa delali Ja. te projekte, kjer je pa prej igral Čedo bas, ja. pa smo imeli par koncertov, pa celo v plesnem forumu sem jaz enkrat igral bas pa Roško bobne. tako. Ja, Šite, jo. Martin Rošer. Noro. Drum is the way. No in tako smo se pa povezali med sabo. Jan Ja, Gološek je ja. pa itak bil, je bil pa vedno zraven. Ja, Vedno, ja, ko smo igrali to, je on bil na klaviaturah. Je itak obvlada to. Itak je največji fan Ja. od... Itak. Vse kitarske solo te je skinil na klaviaturi. Tak ali tak. Kaj je ta klaviaturist? No, John Lord. Ja. Čeprav vem, je on fan od Lorda. Največji, ja, Lord je itak največji vzornik, največji car. Ja, fajn mi je tako ekipo v istem kraju, dobesedno, ne? Vsi Italijani pa vsi fani. Deep Purple, heavy metal, muske, no, tehnične malo bolj. Mene je bilo, ta projekt mi je bil super, ker v bistvu jaz te muske prej nisem dosti poslušal. Poznal sem pač te tipične hite od Ceppelinov pa od Deep Purplov. Pol, ko smo pa v bistvu začeli s tem projektom, je bilo pa kar naenkrat nekih okoli 20 komadov repertoarja. In pol v bistvu ful nekako razširiš ta, se pravi, rajon, Obzorje. oziroma greš čez poznavanje. diskografijo bendov, no, Tako je. najbolj spoznaš bend in vidiš, da pač imajo res dost hudih komadov, ki sploh niso recimo širši javnosti poznani, pa ne, znani recimo, niso bili nikoli hiti recimo. Ja, jaz sem ful glasbenikov spoznal iz Deep Purple zasedb, a veš, ko so Deep Purple je večkrat zamenjal zasedbo, ne, in kitariste, basiste, vokaliste celo, a veš, z Deep Purple so nastali White Snake, ne. Pri Deep Purple je bil drugi pevc Glenn Hughes, ko je eden najboljših vokalistov ever skoraj heavy metal glasbe, ne, in sem ful videl pač res kakšna močna ekipa je to bila, ne, kako res muziko so naredili, pa kak premik so naredili, ne. Možeš gledati, to je bilo sočasno z, ne vem, Dorsi, z Hendrixom, vidiš, kam so odpeljali rock, ne, z vrst, ful hudo, ne. In je ful fajna šola, po moje, da zvadiš. Definitivno. Mislim, tudi se mi zdi, da je prav, da če igraš nek modern rock and roll ali pa če igraš metal ali pa karkoli, skoraj katerkoli žanr, ki se razvije iz teh dveh, moraš imeti nekako pokrite te stvari. Ja. Floyde, Hendrixa, Zeppeline, Purple. To se mi zdi, da je pač nekaj. Ja, to so Neka res- klasika. V nekem obdobju moraš iti tudi skozi, no, je fajn, da neke stvari tudi preigraš. Ne? Ja, da malo preposlušaš, da malo točno rife to. probaš, da vidiš, kako so razmišljali Ja. pobi, kako so jamali. Pa sploh, ko vidiš njihove live evente, to jaz v današnji muziki malo pogrešam, teta svobodo, ko so lahko live odigrali nek komad čisto drugače skoraj. Ja, A veš, itak. Ja. pač so lahko, oni so v bistvu lahko real time aranžmaje spreminjali, zato ker so se tako dobro poznali, toliko so bili igrani, pa toliko so bili še takrat sproščeni, verjetno ni bilo klik pa lučke, niso bile naklikane, zdigitalizirano vse, da ti pelaš. Matric ni bilo, nič ni bilo, ne, tam Absolutno, samo ja. gremo Vse je bilo live odigran, ne, in res je to taka energija, ko jo danes
mogoče malo ne podcenjujem, ampak jaz jo osebno pogrešam na live koncertih. Ne. Ampak moraš vedeti eno stvar, ne? Tudi poslušalci so takrat imeli večjo možnost koncentracije in poslušanje koncerta je bilo takrat čisto nekaj druga. Ni bil klepet s kolegom, pa stran obrnjen od odra, pa gremo nekam, kjer bomo, ne vem. Pa nikjer Cel- nisi, cel večer za šankom. fokus, in si imel fokus pač na bendu. Ne? pa nikjer drugi nisi mogel Ni bilo dobiti noro, tega. da oni džema, ni bilo noro, da oni. Ne? Nikjer nisi mogel ti tega dobiti, veš. Včasih je bilo res, lahko si imel plato in to je bilo to. Ja. Radio, plata, mogoče TV, ne, ampak TV jaz nisi mogel zbirati, zdaj pa rad je zgledal Deep Purple, pa še enkrat bom pogledal, pa še enkrat. veš. Ja, pa nisi na YouTubeu klikal naprej iz komada v komad po 30 sekundah, Tako, ampak si dal tako. plato gor in si poslušal od začetka do Pa veš, da konca. si jo mogel najprej kupiti, Ja, pa si jasno. sposoditi od kolega in si bil hvaležen za to, da si lahko. In si bil res v momentu in si res poslušal tisto muziko in si res srko. Danes je pa res informacijska zmeda, ne, ker je res nora veliko informacij in je tudi problem fokusa pri poslušalcih. Ne. Točno To se strinjam. Ne. Tako da potem ste pa nadaljevali s projekti, ste sodelovali, ta Deep Purple, Led Zeppelin, ste naredili samo par šovov, ne? Ja. Ne vem točno koliko. Ne, vse jih ne, ne, par ampak šovov, par ne, nekaj ne, Pa naredili. neke Te cifre pa to se res tudi ne obnašajo. Neka akustična. Ja, še nekaj akustične gige. Mislim, da so bile 3-4 špili no, v tistem poletju, pa je v bistvu nekako vsak začel z nekim drugim projektom, tudi svojim, pa je ta projekt nekako obstal, ne vem. Ta projekt se je v bistvu mogoče se bomo nehal, še ne. kdaj dobili, Ja, pa ja. Deep Purple, naredili en Zeppelin. koncert, pa kaj takega. Jaz bi bil v bistvu ful zainteresiran, ker se mi zdi, da bi lahko to izpadlo res dobro, ne. Trenutno bi vsi bili ful Ja. zainteresirani, da se karkoli naredi, da je kakorkoli live event, ne. Misliš, po moje še gledalci, ne, ko ponavadi, njih najbolj manjka, ne. Nas je ful več, ko se zorganiziramo, zvatno pripravimo, ko pa gledalce, ko pridejo uživati v tem, ne. Noro. Pol je v bistvu nastala ven Kobra, ta Tribute to Legend, so se začele zadeve, vi ste pa nadaljevala svojo skupno glasbeno pot, ne takoj, ne? Ne, v bistvu smo še en projekt naredili vmes, ne. David Bowie Tribute. Aha, se res. No. Ampak je bilo kar nekaj let vmes, ne? Jaz, če se prav spomnim tega zaključka, takrat z Nareksom je bilo tako nekako, da takrat se mi zdi, da se je scena v Sloveniji ful odprla in da je bilo ful koncertov, ali pa se je mogoče pač meni Tak. tako takrat to zdel. Spomnim se, da je takrat padel en dež bendov na mene. Tako, ja. Res prav, takrat se spomnim, bilo obdobje po tistem, da sem imel, ne vem, 6-7 aktivnih bendov, ko sem igral z njimi, pa rečemo, da sem pri 4 bil tako član, da sem tedensko hodil na vaje. Koliko je to repertoarja, komadov, 4x20? Veliko je bilo komadov. Sedem. Takrat je, ja, ampak je bilo tudi vaje 150, veliko, ja, 150 komadov si mogel memorizirati, Veliko mislim, komadov da si to vse špilo. Je pa res, da so bili čisto vsi bendi avtorski, vsi bendi so avtorsko glasbo igrali. S tem, da je bilo tako, da se spomnim, da sem en večer ali en vikend izgledal tako, da sem imel koncert najprej z Bilbi, pa sem, ne vem, v Ljubljani, mislim, da je bil City Theater. Pa sem šel naprej na špil z Ice, pa naslednji dan, ne vem, na Koroško z Drinkers, pa pol naslednji teden z Cover Lover, pa ne Si še vem. tam štukal, ne? Ja, itak. Pač ful je bilo veliko tega. No in tako pol so se zgubili, a veš, ti posamezni projekti, ki smo naredili 2-3 špile, so se pol vse te zmedi Ja, zgubili. mi dva smo se bolj v avtorsko muziko podali. Mi smo se oba bolj v avtorsko Mi smo podala, začeli pa. z Jacksoni takrat tudi Ja, v točno. bistvu delati na prvi plati, pa isto smo dosti koncertirali, takrat mi smo imeli po mojem 30 koncertov na leto. Tistih prvih par let, ko smo začenjali, takrat smo še tudi sicer bolj priredbe igrali na začetku, ampak vedno več je bilo avtorskega materiala in je bilo v bistvu super, ne. Ja, Se spomnim teh začetkov vaših. Ja. Je bilo to vedno the best. Fajn se dogaja. To je tudi taka srednješolska ekipa, ne, Jacksoni. Ja, v bistvu smo začeli smo ravno, ko sem jaz šel iz srednje šole, spoznali smo se pa na gimnaziji Lava, vsi smo hodili na gimnazijo Lava, tam smo igrali skupaj v šolskem bendu, bili so še drugi člani, no, mi smo bili samo mi trije. Šolski band. Kako dobro to Šolski izgleda. band, Jo, stari, to je to je bilo blast, ja. top, stari, to je bilo top. Predvsem smo lahko veliko manjkali od pouka. Če kdo gleda, Zato smo danes glasbeniki vsi, da smo lahko pri pouku manjkali. Stare dnevnike vse smo odprli. naredili. Upravičene, da ne upravičene. Tistih 80 upravičenih so v bistvu neupravičeni. Ja. Tako da vrnite v tebi, kaj so že te mature. V glavnem, ja, no, pol pa v bistvu Blaž je že bil na faksu, jaz sem ravno šel na faks, Tomaž je še bil zadnji letnik na gimnaziji, pa
Pa je dal neko idejo, Tomaž v bistvu je bil to mišljen najprej kot njegov, kao nek projekt. Ne. Jaz sem takrat v bistvu še bil z Doti aktiven, Blaž še s kačimi pasteri, zato smo mi dva, se mi zdi, vse skupaj nekako bolj z rezervo jemala. Pa smo pa v bistvu začeli kar fejst vaditi, kar fejst delati. Tomaž se je v bistvu ful angažiral v vse skupaj, res rihtal špile, imel čez ta družbena omrežja pa to. In pa smo videli, da se pač začeli ful odpirati, snemali smo video spote. Ko je nastal prvi singl, je bil Sova, Prvi singl je bil Sova, ja. Vsi poznamo, To je spot iz lokala, ne? To je spot iz Braniborja. Braniborja, ja. Ta spot se je vrtel na MTV Adria, mi smo bili nominirani v bistvu poleg Siddharte kot edini slovenski band za Best Adria Act. Ne vem točno, kjerega leta pač. Ja, dobro nazaj, 10 let. Ja, in ja, v bistvu smo pol nekako res začeli delati, no, s tem bandom. Prvo plato naredili, drugo plato še vedno delamo, ampak vedno bolj vztrajno se približujemo dnevu, ko bo tudi ta uzrla luč sveta. Sam še finese. Sam še finese. Veš kaj, življenje se zgodi vmes, pa diplome, pa magisterij, pa vse živo ste službe, počeli. pa otroci se zdaj že tudi. The best, Blaž, ne? Ja, super. Čestitamo, ne? Ful dober, ja. Res. Ja. Zato nas zdaj že nekaj časa nikjer ni. Ne. Rock and roll pod mladek. Noro. Ampak na radiju vas jaz velikrat slišim, zelo velikrat. Ja, no, Res pa ne poslušam veliko radija, pa enkrat na mesec zagotovo. to bi naletim na mogoče vas. predvsem izpostavil Val 202, Ja. se mi zdi, da je še, mislim, je tak radio, no, jaz ga tudi največ spremam, od vseh ostalih, mogoče krivico delam drugim, ampak... Pa se tudi enka, ne, recimo prvi program, pa se tudi po moje kar zavrti. Ja, ne vem, prvi tak, Najbolj SI, ne? SI samo en komad suče, to mi je bilo vedno fascinantno. Kjer se jim je dopadal? Zvezdni popotnik se suče na SI-ju in samo ta. Ta mi je všeč. Hočejo v zvezdah pa v popotnikih. Ja, Komade, tako da vidite, kam morate pisati temo, ne, če hočete, da vas radio SI vrti. Ja. V zvezdnikih in popotnikih. Drugače pa ja, Val 202 pa suče, ne. Suče, Več ali manj vse. popevke tedna ste že kar imeli, a? Niti ne. Niste še Bili bili? smo samo dvakrat predlagani, to mi je tudi ena stvar, ki si jo nekako še ne morem točno razložiti, zakaj nismo niti med predloge prišli, glede na to, kaj vse tam pride. Ampak enkrat vem, da sem že sklical, da smo se zaangažirali in smo zmagali. Dvakrat smo pa bili. Smo Jacksoni zmagali. Dvakrat smo bili. Prvič je bil tisti komad, ko sem ga jaz spel, edini, ki ga jaz pojem. Ta se mi zdi, da se tudi v bistvu res dost vrti, mogoče največ od vseh ostalih. Kjer je to komad? Naslov, ja. To je Zdaj vem, ja. Zdaj veš. To si ti napisal, ne? Zdaj To vem. sem jaz napisal, ja. To je prvi komad, ko si ga tudi zapel, ne? Ja, Ja, veš, to ti nekaj pove, ne? ja, itak. Da si naredil komad, ko je najbolj predvajan. Ja, In res jaz tudi, ko ga slišim, ga vedno hvala. pa telefon, pa se ustavim, seveda, parkiram, posnamem, tagam Vinkota, Jacksona, pa objavim, to- veš. to ste- Nekaj res je the best, ko kolega slišiš gor. Če se peljete po avtocesti in vidite Luzija na odstavnem. Pokaj ustavljam, Žmiguj samo 4 minute pokne, ne, se ni važno, ti Pa dajte na Val 202, ker so Jacksoni. Jackson, Vinč pa je, zdaj vem, ne. Ja. Tako da zdaj veste, zakaj tam 4 žmigovci utripajo. Dobro. Ja, no. Ne delam tega, ne. Prosim, ne to delam, nikoli. To je to, Zvezdni popotnik je bil popevka tedna, Val 202. To je to. Noro. Po se pa začel kloniranje. Klon, a so bliže klon takrat v igri. Moje so že kar bili. Ja, so že bili, ja. Meni se še pol je bil še Gušti, pa Samo Budna, ki še zdaj delam z njim. Pa Bo. Noctiferija se je začela, pa bo. Shit. Sej, če prijemo na tebe, Bensi, še prijemo na tebe, bo še povedal svojo zgodbo, ampak Še gremo imamo zdaj, eno uro. gremo zdaj na uvod. Klon se je zgodil pa na pobudo koga? Nista vidva bila pobudnika, ne? Tu mogoče ne bi jaz, tu pa mogoče ti bolj veš, ti si meni Jo, te klical, no. pobude so vedno tako smešen, ker si po mojem vsak mal predstavlja to po svoje. No? Dejstvo je, da je videc, pevc, bom probal zdaj
čim bolj natančno povedati, kot bi tudi on si nekako to zamislil. Vse ga bom še povabil, kot gosta, sigurno, tako da bo še povedal. Bo še on razložil. Njegova plat čula, ampak tako, kako ste se skonektali. Upam, da boste zgodbe složne, no. Jaz tudi upam, če pa niso, pa še toliko boljš, ne. Mi, da smo velikrat, ker smo zelo blizu doma, smo velikrat zvečer na pijači pristalo zunaj skupaj, sploh poleti, ko se malo več družimo zunaj na terasah in tako, in je pač debata prišla na to temo, da ima on veliko komadov, ki nekako niso pasali v multiball. In mi je dal celo neke stvari za poslušati takrat in smo nekako, on je rekel, da bi rad sodeloval z mano, mene pita, ko on bil kot pevc vedno ful všeč, ker sem hodil na multiball koncerte in mi je bilo full fine, ker je bil vedno točen, pa vedno imel dober performance, pa kitaro je zraven igral, pa tako cool band so mi bili. Mislim, res so mi tudi njihovi spoti, pa vse zdaj, ko sem preklon, v bistvu vidim, koliko so se namatrali, pa vidim ful drugače tudi multiball, zaradi tega, ker vidim, koliko je tu videti iniciator pri snemanjih, pa koliko se res potrudi, da so stvari tako, kot morajo biti. V glavnem, itak sem bil takoj za in potem on je poklical Gorana za električno kitaro, ker je Goran itak the best kitarist in človek in vse. In pač je logično, da se je na njega obrnil, ker sta dobro sodelovala pri tem bandu že ne vem koliko dolg časa. Jaz pa itak... Ti si pa pripravljal. Nisem mogel drugače, kot pa Lukata. Top. Ja, tako se je začel. Pa To je bilo konec leta 2018, če se prav spomnim. Ja. Tam nekje oktober, november. 2017. Ali 2017. Ja, pa smo januarja 2019 posneli plato. Pa smo v bistvu že eno leto prej vadili. Ja, vadili, vse veš. Vi ste se dobili, pa ste se zmenili, pa spet ima band, vi ste se dobili, pa ste neki. Ja, spet band, se špilov, pa si imel ti 3 špile, pa ti si 2 stvari snemo. Pol leta se smo. Veš, kaj je bil pri tem bandu recimo ful zanimiv, ne? Videc je pač turistični vodič in on je pač imel ful, recimo, strukturirano leto, torej 3 tedne sem tu, pol me 4 tedne ni, pol sem 1 teden tu, pol me 2 tedna spet ni, pol sem 2 tedna tu. V glavnem, 50 tednov. Točno smo vedeli, daj lahko imamo vaje in smo tisti čas, ki smo ga lahko pač imeli, tudi zelo dobro izkoristili. Videc je po moje vedno iz njega 3 pa prišel z novim komadom ali pa dvema, pa je rekel, ejte, fanti, tole sem neki na letalo, ne vem, se spomnim. In pol predvaja, shit full over. In pol smo pač itak vsak svoj del dodali, pa je šlo v bistvu to delanje komadov, ta proces je šel, se mi zdi, da relativno hitro skozi. Ja, kar hiter. Po enem letu smo imeli pač material za prvo plato. Tako. Veš kaj se, ja. Klon ena. Ful se nismo obremenjevali s tem, da bi naredili neko eno smer glasbeno. Ne? Ful smo šli, pač kamor nas je komad pelal, ne? To je meni recimo ful všeč na tej plošči. Eklektična sicer totalno, ker gre vse mogoče smeri s komadi, ne vem, en komad zveni, kot da je od Zeppelinov, drug zveni, kot da smo punk band, tretji zveni, kot da smo rock band iz Amerike, ne vem, pač tako čist čudne stvari so. Ampak no, zato je šlo tako hiter, ker se nismo dejansko ne omejevali na noben način. Pač tja, ko nas je komad pelal, tja nas je pelal in tudi zaradi tega smo pa nekako sopadali s tem imenom Klon, ker smo nekako ugotovili, da poskušamo vse te influence, ki jih imamo od teh znanih bandov, znanih projektov, poskušamo pri vsakem komadu malo turiti notno. Se sliši prav res pri vsakem komadu, se sliši, da te popelje v sound nekega znanega benda, ampak vsak komad v sound drugega benda, rečemo. No. Ja, tako da to se mi zdi, da je bila zdaj formula za to plato. Naslednja bo pa bolj fokusirana, no? Ampak to pa ne bomo še žanrsko zdaj mi opredeljevali, ne? Bo, ko bo prišlo ven, bomo videli, kam bo končna produkcija pripeljala, no? Nora. Mogoče se še dotaknemo snemanja te plate. Ja. Pa tudi je to itak da, ampak še prej bi vprašal, ful cool je, ker Multiball je band, ko je delal večinoma angleške tekste, tu je pa večinoma so teksti slovenski, ne? Ja, vsi teksti so slovenski, ja. Mogoče ena zanimivost, ne? V bistvu so vsi teksti za naše komade bili najprej narejeni v angleščini, se pravi, imamo za vsak komad angleški tekst, ki je bil v osnovi narejen in pol je videc nekako povzel
Mislim, ni zdaj prevedel teksta, ampak message je nekako povzel slovenščino. To je, mislim, da za njega tudi bil, vse sam tudi rekel, no, precej izziv, ne? Če pač ti prej 20 let pišeš stvari v angleščini. Pa itak večinoma vsi poslušamo več tuje angleške muzike z angleškim tekstom, mislim. In imaš nekako, se ti zdi, da se boš boljš izrazil, pa tudi neke stvari itak bolj cool zvenijo, ne? Če rečeš I am alive, ko pa jaz sem živ, ne? Pa tako se ti čuje slovenski, da ni tak powerful, ne? A veš, predstavljaj si, gospodar Lud. Ne, kak bi bil master of puppets. Slovenščina je ful lep jezik, no, meni osebno, no. Ja, absolutno. Mene je ful dobro poslušati. Ampak je bistveno težje napisati neko besedilo z nekim sporočilom, da ne zveni ful cringy, ne, pocen, recimo, kot pa v angleščini. Ja, samo mogoče bi se isto počutil, če bi ti prvi jezik bil angleščina. Točno to. Ti se bolj poistovetiš slovenskim jezikom, ker si itak Slovenc, vsi smo slovensko govoreči, to nam je materni jezik prvi. A veš, in se ti pač stvari čuje. Bolj si kritičen do tega jezika, ga bolj podrobno poznaš. Res je. Ja. Verjetno, ne. Tako da noro, da ste šli v slovenščino. Potem ste pa snemali plato v RSL-u, Novo mesto. Matej Gobec, producent, Prva liga, Zakon. Pa je bil prav producent, ali ste ga imeli bolj kot audio inženirja, sound inženirja? Jaz bi rekel producent. Ne morem zdaj reči, da je kar prevzel komando nad vsakim komadom. Kar ene par bistvenih sprememb je pa tudi naredil, no? Oziroma postavil nas je na mesto, tako bom rekel, no? Postavil nas je v neko vlogo, ki jo takrat kot posamezniki po moje še nismo imeli, ker smo premalo časa bili na sceni in premalo smo se poznali. Je po moje naredil maksimum iz nas takrat, plus tega, da je v studiu res poskrbel za dobro vzdušje, no? To pa moram reči. To, da nas je pred vsakim komadom nam je neko zgodbo predstavil, prav spomnim se, da kaj je bilo za naboje, je bilo, da tečemo po hribu navzdol za bikom ali kaj nekaj. Ja, čakaj, veš, on je kar vizualiziral neko zgodbo in nam je povedal, preden smo začeli komad igrati, na tematiko komada, ampak ni bila to tematika teksta, ni imel veze s tekstom, ampak on nam je pač pričaral nek feeling za vsak komad. In spomnim se, da ko smo igrali Iskro, ko je tako full easy komad, pa full vibe, pa tako te dolg komad, menda 5 minut pa pol, nam je ugasnil luči, je rekel, tega bomo zvečer snemali kot zadnjega, da se v te sprostili in tako. Ja. Nekaj smo že spili. Pa ja. Pa boš da, normalno, ja. Vsi ne moraš brez vode, da si že ne moraš snemati. Ja. Mislim, hidrirati treba. Hidrirati ne moraš. V 3-4 dneh v studiu neki vode moraš spiti. Dehidracija, lej. To je resna stvar. Neki vode moraš spiti. Mogoče to povem, da je prišel tudi na eno vajo prej, smo naredili neko grobo predprodukcijo stvari, da smo pač postavili pač neki spremembe, no? In je pol snemanje zaradi tega tudi ful v bistvu hitrej lahko poteka, ne? Pa live ste snemali, ne? Mi smo v bistvu v 2 dneh posneli plato, ne? Pa live ste snemali vse skupaj, ne? Live smo snemali cel band, bas, bobn, obe kitari, vokale smo samo nasneli, pa kakšne solote, pa če je bila kje kakšna akustična kitara še za posnet, to smo nasneli, drugače pa osnova je posneta live, one take, brez kakršnih koli olepšav, pa popravljan, se mi zdi, da je šlo, mogoče je kak ton, no, kakšen komad, ampak v glavnem je to no. Kako pa delaš z bobni, ti jih čist na grid, na klik postavlja, ali je to vse, postiš čist tako, kot ti odigraš? Ne, nikakor ne. Točno to, ne? Itak ustrajam, to pa veš, da jaz od nekdaj že ustrajam, mislim od nekdaj, furlog že, da pač mora biti en take. Od začetka do konca, če se da, take od vseh. Se pravi, da nima skupen live take od začetka do konca. In tudi se mi zdi, da je prav, da če so neke male falš stvari notri, da ostanejo noti, pač morajo biti tam. Ne? Ker se ljudje nismo nezmotljivi. Ne? Pač normalno je, da se človek zmoti v kakšni stvari. Ne? In pač iščeš, mislim, prav je, da se osredotočiš na druge stvari pri muziki, kot pa na iskanje napak. To gre meni ful na živce, ko v studiu pa ljudje poslušajo bobne, ko si jih posneli, pa poslušajo zdaj, a je snare v redu, a je ali ni? Boš mi ti povedal, a je ali ni? Hvala Bogu, da je v redu. Pozabo je, da se je cel band vmes zgodil, da bo mogel celostno pogledati, ali je cel band dobil nek vibe, ali zdaj z tega komada nekaj pametnega rata, ali ne. Se pa ujeti v ta svoj svet. Tako da, moj nasvet, poslušati vedno celoto, pa nikoli preveč se vrš not v sebe, no, res ne. Tudi se mi zdi, da je tak feeling na live koncertih, da folk res posluša, veš, in ne posluša v bistvu benda,
iz tega vidika, da je pač tam uživo in cel band pač absorbiral, ampak bolj ko ne čaka, a veš, ko pride nek moment, ne vem, da bi slučajno ti padla palčka, da bi falil, a veš, rim shot, da udariš na mes snera, da kitarist za benda. Ti gledajo pod prste, ne? Pa ni to, a veš, ne bi prav čakajo, ja, vse je bilo fajn, sam tamle tole ni bilo, ja, samo tole ni bilo, a veš, vedno se bolj tak nekako zapleteš v narobe, v bistvu, smer, ne se rekel. Ta izraz, ne, da je prišla komisija na špil. Ne? Komisija, tako. Komisija je prišla. Komisija. Trije, z listom in čakajo, da se jaz zdaj zmotim. Pa prideš, pa ti takle zlačko pokažeš, kaj stop tam na nas. Zmapite malo z mano. To je dobro, v četrtem komadu, v šesti tak. Dajmo se sprostiti vsi na koncertih, pa poslušimo band, pa in prostimo tiste napake, ker jih res niso pač ne bo to definirati špilano. In tako zdaj dobro, če pride gor band, ko ga saka, da ne vede zvadi nič, pa da gre vse. Tist pač ne možeš zdaj biti največji fan. Vse je verjetno. Sam, če pa pač band igra ono dedicated vsi pri stvari, pa pač posluši sporočilo, posluši sound, sound, stil banda, kaj pač ima zapovedati in boš čist nekaj druga doživel. Bo to experience ful bolj močen, ne? Tule bi se mogoče še čist malo nazaj vrnil, ko smo bili pri tej plati, pa preklon pa to, ne. Ful pomembno je to, da tudi povemo, da klon nismo samo 4 člani, da imamo v bistvu 5 člana, ki ne igra inštrumenta, ampak skrbi praktično za vse. In nas res, ko nas je treba, nas ko fotor poštima postavi v vrsto, pa nam točno pove, kako mora stvari biti, ko mi začnemo malo bezlat, vsak svojo smer. In to je Mitja Ritlop, ki se mu moramo tule oba zahvaliti za vse, kar dela za nas. Shout out! Ja, the best. Zakon, Mičo, top. Pa je pa še tu Rok Šuster, ki skrbi za spet za to, kaj nek stvari. Zato, da lep izgleda, ne? Zato, da lep izgleda. Je njegova, tule, fotke njegove. Dizajn, vse. Mi smo si na njegovih fotkah všeč in zato ga imamo radi kot fotografa. Jaz mislim, da je to zelo pomembno. Tudi ti sešni fotografski, ne, z njim so vedno ena zelo posebna izkušnja, kjer se pač čist preveč smejimo, ne. No, to je to. To je noro. Pa potem, ne, Klemen Raj, ki nam tehnično vedno vse uredi, res number one roadie, pa spet ki poskrbi za en kup enih stvari še zraven. So ljudje, ko so srcem zraven, pa pomagajo, zato ker jim je dejansko tudi muzika všeč in ker se radi družimo skupaj in to je zelo pomembno. Noro. Pa še en kup enih frendov, ki pomagajo na takšen in drugačen način. Skratka, hvala. Klon, res pa je fajn tim ste si sestavili. Meni se tudi svoje pivo na vašem releasu, mislim, release je bil res dodelan, jaz ko sem ful prehodil po špilih, jaz sem koncertov pregledal, ne vem, takle kup imam kart doma iz, ne samo teh po Sloveniji lokalnih, ampak tudi hodil sem na Dunaj redno, enkrat na mesec po moje, na kak band pogled. In je bilo res na takem profesionalnem nivoju, ko tako pač en band, ko ima res neko evropsko turnejo. Ne bom govoril, kakaj je drugi, ko ne vem, ampak v Evropi tak zgleda. Prideš tja, je merch table urejen, imeli ste celo svoje pivo, vam je zvarila tudi neka pivovarna, ne? Svoje kozarce smo imeli na špilu. Koliko ste prišli do tega ideje za pivo? Kaj pa vem, stari. To so te ideje, ne? To, ko smo mi na kupu, to je... Ne bova zdaj povedala, ne? Ne. Ful enih idej, pa ene še niso speljane do konca. In bova zdaj povedala, katere še niso speljane do konca. Ampak marsikaj se še obeta v prihodnosti. Pa se še bo kaj zgodilo. Dajte spremljati. Polajkite klone, itak bo video... Mislim, pod videom bo opisal, bo linki do njihovih socialcev, do Facebooka, kaj še imate, webpage. Spletno stran, Instagram, itak. Imate na socialnih, na streaming servisih muziko. To se pa da še dobiti? Še niste? Ne, ampak smo tik pred tem. Zato, ker še pridejo neke stvari zdaj ven in smo rekli, da bomo v kosu dali. Se pravi, ta EP, ki smo ga delali v prvi karanteni 2020, so takšni časi. Se pravi, celo ploščo, to pa še neka stvar bo prišla, tretja ekipa. Super. Še ne bomo. Ki še pride. Super. Tako da tudi pač vas lahko pričakujemo na Spotifyju, Apple Music, Deezer. Super, ja, ful noro. Jaz se veselim, kloni zakon, super delate, ne? In komadi so the best, spoti so res na nivoju, imate message, imate neko celostno podobo, že takoj od samega štarta ste furali neko
Neko prihodnost ste napovedovali, nažalost, prehitro se je zgodila za moje pojme. Jaz, če nisem bil pripravljen. res, ja. V bistvu si res, ne. Ja, fakt. Za S čuda. tistim bam, komadom. Bam, pa pujsi, pa denar, pa kam se odvija vse skupaj, elite in podobne zadeve, kar je zanimivo. Ziher smo mi tisti zraven, ki pač določamo, kam. Ste dobili, vi ste dobili plan že naprej, ne? Če ne bi mi zvezali Scenarij naših smo oči, ne, Ja. se ne bi to pol kasneje predstavili 5 centi nižje. Noro. To. Vedeli smo, da bo neko zakrivanje obrazov, ampak nismo čist prav. Niste Čeprav je vedeli. naš pevc Gregor Videc, vidoviti, Legenda. ima videnja. Ja. Dobro videnja ima. Ja, natančno bi rekel, ne? Natančne videnja. Zdaj bo verjetno dobil kak mail, ne ono, veš, kako bo jutri tekma. Grega, dej povej mi, koliko boš pila, Dončić bo dolgo, več kot 30. Aha, okej. Boš šli staviš. Ponovno trojni dvojček. Čuj, koliko bo 2,22, veš, kripto vreden, Bitcoin, daj mi povej. Imamo še kjer Pa že videl. Ja, direkt. Čakaj malo. Razbor. Da si oči zavedel. Noro. V glavnem, Benci, zdaj pa gremo, Luka nam je malo povedal, kak je štarto, kak ste se videli spoznala, kak smo prišli do klonov. Po glasih, znam. Benci deli svojo zgodbo. Hecam se. Ja, Ti si pa začel kot Kaj te zanima bolj koliko si bendi? glasbo se srečal, pa koliko si prišel do semle zdajle. Ok, to mora biti Long bolj... story short, a veš, ne bomo zdaj se menili. Okay. Ja, bom probal čim bolj skrajšati. Po vrsti glasbo si začel imeti rad kot otrok že. Veš, to marsikdo ne ve, kako je to izgledalo pri nas doma. Ne? Ja. Imam starejšega brata in sestro in ona dva sta pač po moje najbolj kriva za to, da se je to sploh začelo na kakršen koli način. Sploh zato, ker so bila to zgodna 90-ta in se spomnim, da sestra dobila enkrat za darilo, ne vem, rojsten dan, kaj je bilo, je dobila CD-player, ko so bili takrat ti boksi, ne, stolpi. Ne. In v Celju je bila tu že ta štacuna, kjer so prodajali CD-je, nasprot Žita, to smo se zadnjič pogovarjali, malo nič dol od sedišča. In je brat prinesel domov 3 plošče. In ena je bila Nirvana Nevermind, druga je bila Green Day Dookie, tretja je bila pa nek boy band, ki je bilo, a so bili East 17, je to možno? Ne vem. Nikoli čujem, ampak Ne vem, komu je to bilo všeč, ampak po nekem slučaju je to bilo, pa ne vem, če ni še celo kak Willi resnik bil zraven, ne vem. Ja. Plošča, ampak jaz sem si itak zaljubil takrat v Nirvanu in v Green Day. CD pač plačal. Ja, tako. In to sem poslušal naprej in nazaj, tako skozi stavku zraven na nek način in kradu mami te igle za štrikanje, ker mama vedno v zimskem času ful rada nam puloverje, kape in to Ja, no. delala. Ker bilo itak the best, ampak vsak teden znova, kot prileti s predal, so bile vse te igle tako zvite. Zato, ker sem jaz Si bobno, ali kaj, no, stop. ni bilo nobenega doma, sem šel po igle, ja. Kaj s temi iglami? Ja, to ful čudno zveni, kaj s temi Dobro, iglami. best, dobro. Pa 5 let star. 15 star pa si že stigli špilo. Joj, ne. Skratka, evo, no, moram skrajšati, ja. Ja, ne, No, potem, ne rabiš, pol je prišlo do nikamo se tega- nam ne mudi, lahko naredimo 5 delov. Pol je prišlo do tega, da vsi so bili v glasbeni šoli in brat in sestra, klavir, brat harmoniko, vidiš? To smo harmonika, ker zdaj kitaro zna. Ja, kitaro zdaj igra. Ni tako kitaro igraš, že moraš. In bog nekaj in vse. Te sem že večkrat povedal, boš tudi harmoniko igral. Kdo rad igral kitaro, veste, najprej treba Harmoniko narediš, vsaj 3-4 leta, pa greš na kitaro. Harmonike na kitaro je recept. To je uspešen recept. Zaenkrat zgleda, da deluje. Skratka, ja, glasbena šola vsi. Ati moj tudi igra tako orgle, harmoniko, poje v zboru. Aktiven, full, skratka. Glasbeno, ampak noben iz familije pa se ni profesionalno pač vrgel v to. Pri meni je tudi na začetku izgledalo, da ne bo tako, pa so se zgodili bobni. No? Ampak še preden so se zgodili bobni, zares, sem se vpisal na saksofon v glasbeno šolo, ker mi je bil saksofon cool inštrument, pa malo me je brat prigovarjal, da to je pa the best. In dejansko mi je bilo super, ampak nisem imel pa občutka, da bi to lahko... No, ni te tako, Da bi to jaz lahko naprej delal v life, no? Ampak sem se ogromno naučil enega muziciranja, dinamike, poslušanja, ne vem. Se mi zdi, da je to ful pomembna stvar. Ful zanimiv Skratka, inštrument, nižja glasbena šola je saksofona, ampak v 3. ali pa 4. razredu saksofona pa jaz nisem mogel več doma razbijati s palčkami pa
uničiti vse piskre in pokrovke in ne vem, poslušati muziko on, off, skozi, naprej, nazaj, levo, desno, samo bobne sem poslušal vedno. Ta air drumming sem imel, ne? V bistvu je bilo tako, da svak, se pravi od sestre mož, Rok. Rok je takrat že hodil z mojo sestro, ne? To je bilo 20 let nazaj, ne? Moraš vedeti, on mi je bil v bistvu ko brat, no. Kar imam spomin, je on zraven, ja. Koliko si ti mlajši od Roka, v bistvu, ne, 15 let? Ja, 14 let. Ja, pa 20 let nazaj približno je to nekje bilo, če ne celo že malo več, no, skratka bil sem res mulac. Ja, še preden si bobne igral. On je bil veliko pri nas, oni itak so imeli doma studio in full inštrumentov in to in Rok je mene gledal, veš, ko sem poslušal to muziko, sem jaz skozi zram po zraku, ne, veš, pa prehode je igral in to, pa ko so bili dvojni pedali pred rimih, pa to sem vse potlehtal. In Rok tako mene gleda en dan, mislim, da ima malo to nekje v spominu, Rok mene tako gleda, pa reče, pa ti igraš vse prav, ne? Ja. Rekel, daj tebe moramo za bobne postaviti. Ne? Ja, ne saksofon plus saks. Saks, no, rock'n'roll do konca. Ja, me je pelal pa celje za bobne in sem se usedel za bobne in to je najverjetno, da se spomnim tistega občutka, da ko nisem niti enkrat še za bobni sedel, ampak sem toliko po zraku igral in toliko se mi zdi, da sem naštudiral pa video pogledal, pa slik pogledal, ker sem imel doma te kataloge bobnarske, pa to, ker to me je pa zanimalo. No, skratka, ko sem se usedel za bobne, se mi je zdelo, da to je pač kar vse logično, da se je točno tako sem si zamislil. Ne. Ja. Naš papa se je začel. Pa si znal, kar že... Ja, pa bilo pa 6. Si razumel, mislim, kick, pa Roku si lahko ful. Ja, 2 leti samo uk najprej na začetku. Ne, to mislim, ko si prišel prvi za bobne, si že ta air drumming lahko malo prenesel. Ja, itak, ja, pač biti sem odigral, pa vse, kar sem si prej zamislil, da sem komado v glavi preigral, je tako, kar iz prve nekako šlo. No. Ja, jaz sem tudi, verjamem, še pa isti prvi spomin z muziko. Jaz sem bil pa, tudi smo daljni sorodniki v bistvu z Lajlerji in imam prvi spomin, da sem res bil na placu od benda, je to, ko so imeli oni band najstniški, ne vem, če ni bil to še prednji Rok šel prvič v tujino špila, da je še bil v Celju. Možno. In je hodil na faks in takrat so imeli vaje in so mi rekli, me je Dani res povabil, ko je videl, da sem ful za muziko, ko sem poslušal komade, tak sem bil, ne če nisem bil mlajši kot 5 let, ampak se še danes živo spomnim, ko sem prišel v njihov placu dol in to je, kitare so glavne, vse pa so, izolirana ta pena, veš, pa rdeči so bili bobni tam, po mojem so bili rockstar, pa kaj taka. In sem videl noter in ko so se pač pobi nabrali, cel band, Horse Control, so začeli igrati Light My Fire, cover. Ja. Ne, ali je Rok igral klaviaturo na Hammonda? Mislim, da je Berisha Ali igral takrat. Klaviature pri Horsi, ko vem. Možno, da je bil Ali, ja, možno, ampak tak se zdi, kot da so bili samo 3 takrat na vaji, oziroma 4. Miha, Rok, Dalibor pa moja na basu, Boštjan na bobnih. Ja. Tako. In so zaigrali Light My Fire in veš, sem si prav zapomnil linijo. In to, ko to vidiš, veš, ko to držiš, jaz sem po mojem že takrat vedel, da je to. Jaz bom muzičar, jaz sem to delal, veš, ker te res, ko začutiš band, ko ti zaigra, pa tam oni so res dobro špilali, mislim, ker se jaz spomnim. Pa sem imel njihovo kaseto doma, da žigavo, tiste Marička je imela mucka, je bil komad, ki je bil tak rock'n'roll, ono. V bistvu je bil po moje od priredba od mene, itak, ja. A veš, noro, v slovenskem tekstu. Slovenska, ja. Marička je imela mucko. Veš, ono, hudo, no. Ja, sorry, da sem te prekinal, ampak res se mi zdi nora zgodba, ne. Vse so to neke usporednice takrat bile, ne, si ti tudi po mojem, to je bilo neko to isto obdobje, ali pa malo prej. Prej je bilo še po moje to, ker sploh dolgo nisem še začel igrati kitare, ne, ful. Ampak ja, to je bilo to, ta prvi memory, da si pol prišel za bobne. Potem si začel samo uk točiti. Ja, leto pa pol, pa 2 leti in to je pa pol bila obsedenost. Kaj si pol noter, komad pa... To prej si ja, komad gor in igrati in takrat se je začelo že, da si lahko dol vlekel te stvari iz Kaza, je bilo takrat pa Emule, pa te neke zgodne variante teh torrentov. Ne podpiram tega, stvari treba plačati, ker so pravilno narejene in filme in muzike in vse, ampak takrat je to meni čist film odprl, ne, totalno, ker pri nas nisi mogel prijeti takrat do inštrukcij bobnarskih, ne, do teh nekih videov, ne. A si gledal Instructional video? Ja, Instructional video sem gledal, YouTube takrat ni lahko, te Instructional video sem dobil in sem to gledal koncert in probo pač to posnemati, ne. Takrat sem bil zaljubljen v Chad Smitha od Red Hotov, Mike Portnoy in tak. Pa pol fulejnih bendov še zraven. No, ja, bendov. Ja, no, pol je bila pa obsesija, no, pol pa saks na stran, pa 6-7 ur na dan. Ni bilo dneva, da ne bi bilo svežih žulov, pa polomljenih palc, pa vse. No, in to je pal celo tako daleč pripeljalo, da mi je kreščinela, ki sem jo imel, počla, ne, in jaz pač itak, ne,
Fotru pa mami činela, je nekaj počela, ne zveni, v redu, ni vse ok. Fotr pa itak takrat prav nam pozabil, prav tako je bil. To je pa zaradi tega, ker ne hodiš v glasbeno šolo, to je pa zato, ker nimaš inštrukcij, to pa ne velja, jaz ti ne kupim nove činele, če se ne upišeš v glasbeno šolo. Pa sem si rekel, ne glasbena, ne, pa ni to, ne, jaz ne bom, to jaz to ne bi, ne, trmast, mulc. Ja, veš da. Ja, če ga takrat ne bi poslušal, danes ne bi bil profesor tokal, no, v šoli, ampak ja, ker mi je dal, ne, kontra mi je ponudil, da pa lahko dobim novo činelo, če se upišem, sem se upisal v glasbeno šolo. Pa se vidi, da ni tako činelo, hudo, ne? Pa sem videl, da je the best, ja, pa me je pa to zagrabilo, ne. Pa bilo pa to the best, pa vse me zanima, res prav. Mita Telič je bil moj prvi učitelj, pa je bil Borut Pinter, pa je bil pa Damir Korošec naprej. In čisto pri vseh treh sem se ogromno res učil na začetku. Sem bil pa tak spužva, no, vsako stvar, ko so povedali, sem doma študiral cel dan o tem, pa vsakič, ko sem prišel na uro, sem že imel vprašanja, še preden se ura sploh začela, me je že vse zanimalo. To je zanimivo, ne? Imam roko takle, ali čist malo bolj ven, ali malo bolj noter, ali ta prst, ali mislim, bizarne stvari, to... Si bil picaj zdaj? Zdaj se sploh ne ukvarjam. Ja, in tako, da ne, ampak tako, ko gledaš, imaš kakega takega učenca, ko je tak entuzijastično? Težko to primerjam zdaj z, se veš, ko jaz sem ujet v tem svojem filmu, pa sem gledal, to je svoja perspektiva, vprašanje, kakva je perspektiva otroka. Ja, itak. Ampak ja, mislim, je ful talentov in je ful ljudi, ki ima radi muzike. Pa res, da pač drugo obdobje je, druge bende poznajo, druge influence imajo, tako, ne vem. Ampak je, cool. No, zdaj pa dajma res skrajšati preostalek. Ja, se vidi, se to mi zdi, kot si prišel do bobna, ne? No, in potem je bila srednja šola Tokala in potem akademija za glasbo, pa sem se ful vrgal tudi v Tokala, vmes pa sem ogromno delal na Tokali, še vedno delam na Tokalih. Vmes bobni tudi spet, so bili neki ti izpadi, ko sem spet čisto spadal v bobne in ne vem, pri 15, pa pri 17, pa pri 19 je vedno bilo kako obdobje, ko sem 3 mesece spet drums in takrat sem pa dobil tudi to štipendijo za kratek študij v New Yorku, sem šel tja, pa hodil sem na Grožnjan na te drum campe, na 2 ali na 3 sem celo bil, tam spoznal pa imel individualne ure z Jojo Merem, Markom Inemanom. V New Yorku sem imel privatno uro z Bernard Purdijem, takrat me pa začela pa ta scena zanimati, takrat pa niso bili več Portnoy, Chad Smith, ves respekt do njih sicer, ampak takrat so me pa začeli zanimati Steve Gadd, Bernard Purdy, Jojo, ne vem, pač. Vini itak, valjda, Dave Weckl. Te stvari, pa sem pa odkrival ta nek drug svet. Dramerjev. Nič, pa ti bobni usporedno faks. 2017 sem magistriral na Akademiji za glasbo v Ljubljani, zaposlen sem na glasbeni šoli v Celju in na glasbeni šoli v Slovenj Gradcu. V Celju učim tudi na srednji stopni, Tokala. Pa vmes en kup enih avtorskih bendov, od katerih pa mogoče, da moram izpostaviti, če res govorimo avtorsko, moram pa tudi izpostaviti Bo, pa Edenon definitivno. To sta pač dva benda, kjer zdaj trenutno sicer z nobenim ne sodelujem, ampak smo pa kar dolga leta super delali z Edenom 2 plošči, z Bo 3 plošče in imam ful lepe spomine na to in mi je to the best, tako da ja. To moram izpostaviti, ker sem prej že neke bende omenil, pa nisem teh 2 dal zraven, ker to so ti, kjer sem res bil član, pa delal kot soavtor zraven. Drugač pa Špilov odigral z bendi slovenskimi, noro velik, ne? Lahko menil, res po moje. Ne vem. A si daj pisal, recimo, si delal seznam, kdaj si kjer špil naredil, pa pol pogledal, lani sem jih imel pa toliko, leto sem pa tu. Recimo, jaz sem na začetku, imam še zdaj neko tako knjižico, pa ne vem, zakaj s tem nisem pol nadaljeval, na neki točki sem pozabil, v glavnem. Ampak recimo, ko odprem tisto knjižico, pa grem gledati, 2014, 15. julij, Pivo in cvetje, ta band, se točno spomnim, kako je izgledal, pač, kaj smo igrali, res, in to mi je the best, ne, pač včasih hit malo nazaj pogledati, kaj smo se delali takrat. Res je noro. Jaz sem v neki točki izgubil pol kontrolo nad tem. Ja, sej, itak. Je pač bilo preveč tega. Se prenasiči, ne. Hranim beležke te koledarčke, ne. In če pogledam nazaj za 2015, točno to, ko pogledam, pa vidim, se točno spomnim stvari, pa si prikličem nazaj, pač spomine. Ja, je bil pa rekord, čeprav vem, 2019 je bilo mi rekordno leto, ampak sem štel in koncert pač kot, ne vem, en koncert, pa če je bil session, naprimer, sem tudi štel kot en dogodek, ne, tega se je nabralo v enem letu čez 100, 120, 130 v enem letu je bilo teh, ali sneman plošč, pa koncertov skupaj. Noro.
No in sem pa pričakoval, da 2020 je pa 2020, pa smo To pa je tako najbolj. smo pa zakucali, zdaj 2020 je pa naša leta, no zdaj pa bo. Zdaj pa bo, to smo pa vsi imeli. Pa ni bilo. Vsi smo imeli plan, da bo 2020. drugo smer. Zdaj smo pa spočiti, pa snemamo take stvari. Ne? Ja, zdaj pa delamo nekaj staga, da probam, jaz bi rad, da se čim več mlajših in naših učencev in ljudi, ko nas poznajo in ljudi, ko nas še ne poznajo, da se nekaj tega naučijo, da vidijo pač, kaj misliš ti, da je bila ta ključna stvar, da te je naredila taka bobnera, da si zdaj špilo z, ne vem, 50 slovenskimi bendi plus, ali pa mogoče ne 50, ampak z ogromno bendi, da te res pokličejo, kaj misliš, da je bila tvoja najpomembnejša stvar, da si tak zvado? Ne vem, težko rečem, da je pač neka specifična stvar, je pa dejstvo to, da se mi zdi, da v življenju si treba dati pač neke prioritete. Ne, se mi zdi, da vse je stvar prioritet. Mislim, če se za eno stvar odločiš, pa stremiš k temu, boš slejko prej to dosegel. In moja prioriteta so bili bobni, tolkala in muska. In jaz praktično sem in živim za to. Kako so ti ure, ko si vado potekale? Ko pomisliš nazaj, to je... Ja, to Ne moreš sploh reči, to je neverjetno. To je tako, ko, ne vem, eni otroci rečejo, da se usedejo za kompjuter, pa ste 2 uri takle, meni je bilo 6 ur za bobni, tako. Tako. Ne? In mi je tudi cool, da Meni se zdi, da se ogromno ljudi ustraši samega procesa, vaje, zaradi tega, ker si reče, ja, pa veš, koliko dolgo ti igraš, 10 let plus, ja, pa koliko ur si to igral, ne? A veš, ti pa dejansko, ko začneš igrati, ne, jaz sem komaj čakal, res tisti moment, da mi je kupil AT kitaro, ker me je tako malo, fajn me je pripeljalo do tega, no, z mamo sta rekla, da ne bom dobil pač še kitare, ker sem že igral harmoniko in še synthesizer in še to bi ti delo. Veš, kitara pa ni taka stvar, da bi jo lahko kar prijel, pa boš kar znal. To moraš pa res si želeti, pa res delati nekaj cajta, ne. In sem bil tako, ko ne bom dobil, kaj moram narediti, ne, Je rekel, ja, gled, če boš res šolo takole zaključil, ko si vsak let, ko sem imel ful odličnjak v osnovni šoli, res tak priden. Je rekel, pa ti jo pač kupim, ko bo konec šole, ne. In veš, ko sem to dobil, to je bilo isto, ko si rekel, jaz sem jo vzel v roke, mene je mogla mama vleči, ko se je 1. september začel, ko je bila šola, jaz nisem več mogel nekaj kitare špeti. Jaz sem imel kitaro skos na kolenih, ko sem se učil, kao, in sem vadil, in sem... Pa nisi bil več odličnjak, ne? V osnovno šolo sem še bil, ker sem imel, je bilo tako, mogoče mi lahka snov, da sem jo še štekal, pa mogoče sem si prej naredil že tako renome, veš, da vse veš, kak je. Na začetku dobivaš petke, boš tudi pa še lažje dobil 4 pa 5. Pa čez 1 leto je pa bil pa fater čujer, ne, kitaro bomo pa zdaj prodali. Pa nismo kupili, tu se bomo pa prodali. Ne, in sem začel vaditi, in to so ure so šle kot nič, jaz sem vadil mesece, leta, pa še danes isto delam, še z večjim veseljem, ko imaš že toliko nekega znanja, ko ga čez leta dobiš, ti je še bolj noro iti špilati. Mogoče res ne vadim več, da bi rekel, ja, zdaj pa hočem znati zaigrati tetle pa tetle del iz tetle pa tetle pesmi, ne, ampak pač igraš, ne. Kaj pa ti kot bas, koliko si ur vadil, si imel podobno situacijo? V bistvu, na začetku, ko sem se lotil, me isto pač to, ko sem jaz prvič odprl kufer, staro bas kitaro. Ti si imel pa doma, v bistvu. Doma sem imel, ja, itak, ne, pač itak mi ati ni dal tiste svoje, ki je imel pač takrat Fenderce, ne, dobil sem pač tisto staro, ne, to je Ibanez Musician iz leta 82, ne, ki pač dobiva leto zdaj z vsakim letom na vrednosti zraven in še zdaj imam v Ljubljani, ko pač zavaditi skos na njo praktično vadim, super kitara. Ko sem pač to videl, sem rekel, okej, ne, pač tak nek vonj je imela tisto posebno. Ne znam opisati tega občutka, ampak vsi ti inštrumenti stari, ima nek pač ko odpreš kufer, tak čuden, ampak ful dobro, ne. Sem začel igrati in sem začel v bistvu pač, fotor mi je dal CD, imel sem CD player, je rekel, po posluhu, skineš to pa to, povedal mi je, okej, tule imaš C, tule je D, tule je G, strune so oglašene A, E, mislim E, A, D, G. Tudi A, E so lahko. Ne, v glavnem, po pol tona gre vsaka prečka, teorija mi je bila več ali manj jasna še z glasbene in pa sem začel skinjevati, veš, po CD-ju, pa sem imel, ne vem, nek CD, ko so igrali na Fender Show, ko je bila 50. ali 60. obletnica Fender Show, pa je igral zraven, pa sem skinil vse tiste komade. Začel sem Cocaine, Eric Clapton. Pač najbolj simpel komad, ampak delaš na konsistenci, pač na konstantnosti. Mislim, najbolj simpel. Takrat je bil res simpel komad, veš, za začeti, delo si na točnosti, ne, pač, da to ne skineš, da se naučiš poslušati, da najdeš sploh bas v miksu, ne, veliko ljudi pač
laikov ne bojo sploh vedeli, kaj točno bas igra. Da se naučiš poslušati komad, s tem pač nekako delaš ear training, ne? Pač svoje uho uriš, če lahko temu rečemo tako. Boš da lahko, to je ful pomembno. In sem v bistvu skozi igral, vse komade sem skenjeval po posluhu, dokler nisem prišel do Guitar Proja, kaj je tiste zadeva na tablature. Pol sem pa ene tiste teže stvari, recimo, ki so mi bile takrat všeč, malo tudi po tistem delu, ampak ne prav dolgo. No, sem mogoče eno leto imel vmes, da sem delal s tistim, pa me je malo minilo. Jaz sem v bistvu s tistim delal zato, da sem si pomagal dekodirati neke ultra težke stvari, pa ne težke, da je bile težke za odigrati, ampak za slišati, ne vem. Ja. Če je ogromno tonov na nekem solotu, na tempu 150 plus, ne vem, primer Petrucci, Liquid Tension Experiment, ko se zdaj končno vračajo, noro. Veš, ko to greš vaditi, to so, ne vem, paradigm shift, mi zdaj se je rekli, ne? Zdaj pa ti to, zdaj pa ti sliš to, ne? Veš, kot 13-14 star mulj, ko sem pač to znati, veš, in ko sem res imel ofno svet, ko sem tam sem pa točno videl, tole je iz 15 gor, potem zaigram, tole je tip narobe napisal, veš, sem videl, da je program narobe in sem skozi z ušesom v bistvu si pomagal in nisem nikoli se držal kot pijan splota tistega, ampak sem pa uporabljal kot orodje, da sem hitreje lahko zvadil stvari. In že sem hotel prej reči, ko je tak prav nek čuden feeling, ko ugotoviš, da so tablature tam narobe napisane, ne? Nek tak poseben feeling, ali pa ko zvadiš, pa priješ na vajo, pa igraš, pa ti nekdo reče, to pa ne igraš prav, pa nisi vedel, da si se narobe po tablaturah naučil, pa si pa šel nazaj gledat, pa res tablature so narobe šiti in nek tak čuden feeling. Ni sveta stvar to, jaz nikoli nisem pod svetom. Ampak je 9. Pa že, čakaj, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, pa res 9. A veš ono? Jaz sem bil pa tako sprifan že na te tablature, da sem prvi šel komad, sem si dal kar gor. Pa si zraven igral, ne? Ne vem, stvari, in sem kar... ko sem prej poslušal ogromno tega, in sam tisto v bistvu uporabil, zato ko sem rekel, danes na vaji bomo pa vzeli Hallowed Be Thy Name, čakaj, da jaz to sam pogledam, to je kiro kitaro, boš ti izvadil ali jaš, kiro bom jaz, sem se zmenila, sem šla pa sem že imel v bistvu in sem si lahko s tem pomagal, da sem hitrej stvari dojeval, veš, pa tudi če imaš ti skrite tuninge, mislim skrite, ne vem, da ima band drop C s kitaro, veš, moš to tu ugotoviti, ne? Naštudiral, če pač nisi takrat nisem še vedel, kako bi naštudiral, pa nisem to vedel, da obstajajo te alternate tuningi, ne? Pa te različne oglasitve, ne vem, recimo Hendrix, Van Halen, Guns N' Roses, vsi Half Step Down, pa v to nadol, je taka kar tipična rock'n'roll oglasitev in ti ful pomaga, da si jo tako oglasiš, da veš, kako se oglasi, ne? A veš, da ne bi izvadil, ne vem, Sweet Child of Mine na 11. frečki, ne? Ker bi tam bil v bistvu D-flat, ne? Ja. V glavnem, pol v bistvu se spomnim, da sem dobil eno plato Red Hot Chili Peppers live in Hyde Park, fenomenalna plata, fenomenalno so igrali, jaz sem celo plato pač naštudiral, to me je vrgel čist noter in res smo pač sploh v tistem začetnem obdobju, ne vem, se mi zdelo, da karkoli sem se nekako lotil na bas, sem si dokaj hitro gor prišel. Tudi tisti komadi, ki smo jih delali takrat z G3, pa spomnim se neki Dream Theater coverje smo snemali, pa to, mislim, nismo zdaj tu njih full tehnikali, ne, ampak mogoče kakje te bolj balade, pa to, ampak vse, ne zdaj najbolj enostavne, As I Am, ja, recimo smo posneli, enostavne, mislim, niso zdaj to full enostavne balade. Mislim, če z muziko primerjaš na splošno, z Nirvano ali pa s kakim malo bolj basic rock'n'roll, je to fejs kompleksna zadeva. Smoš kar velik časa vzeti, da zvadiš. Tako da ja, no, to sem kar nekaj časa uporabil, pa tudi vedno sem komi čakal iz šole, da prijem pa vzamem kitaro v roke. Pol pa recimo, ko sem šel na faks, sem pa to rutino nekako upustil. No. Jaz sem šel pa študirati neki čist X, nima veze z muziko. Skozi sem igral v bandih in mogoče me je to, recimo, da sem pa res vsak vikend, ko sem prišel domov, res skozi igral po, ne vem, petek, sobota, nedela, vaje s tem, vaje z onim, vaje s tem, ne. Me je to skozi ohranjalo v neki kondiciji in potem sem tudi drugače začel, ko sem vadil, sem drugače začel vaditi, ne. Nisem zdaj pač neki full tehnikalije pa hitrost, ampak sem začel študirati prav, kaj zdaj lahko igram tukaj, imamo D-dur, kaj bom zdaj igral tole, kjeri toni pride upoštev, se nekako vizualizirati stvari na kitari, ne.
kjer pattern lahko zdaj tukaj pač pride skozi, poslušaš malo, kaj folk igra. Nisem se nikoli recimo gledal teh slavnih basistov. No, malo sem, pogledal sem pač te osnovne, nisem se pa zdaj v neke diskografije vrgel, ne, pač ti Marcus Milleri, Victor Wooten, John Patitucci, Jacopo Pastorius, ne, pač vem, kaj so delali, ne, vem, kak je njihov stil, nisem pa zdaj šel skenjevati plat pa vse te, bolj s neke bende pa tisto muziko, ki mi je bila všeč. Vedno sem igral veliko zvrsti, nisem bil nikoli omejen za neko zvrst, pa se sam tega držal, res sem pač kamorkoli so me praktično poklicali, nikoli skoraj nisem rekel ne, no. Veliko sem preigral, različnih komadov, po moje sem dal na leto nekih 100 komadov različnih skozi. In si na ta način neko kilometrino ustvaril, pa širino, ki ti pol da pač nek language, s katerim se lahko ti na inštrumentu izražaš naprej. Ne. Zdaj, bas je pač, imamo to srečo, da ne rabiš zdaj biti najbolj tehnično podkovan, da pač lahko vseeno ful lepo, recimo, igraš neke stvari, kar pa moraš biti pa ritmično res neoporečen, pač točen z bobnom, da gre skupaj, pa pametno igrati, ne, se pravi, se držati nekega načela večinoma, no, less is more, da ne pretiravaš ti zdaj noter z nekimi svojimi laufi. Da nisi večinoma ko tu, se pač te všeč, pa tistim 3 drugim basistom, ko bo ta komad poslušal, bo rekel, lega. Lega. Ta je pa zvadil tole. Sam prunem laufe, pa malo. Ja, Vsi malo pohitel, Prunem laufu, ja. da se ne zadržuješ tule kot basist, Ja, pa ne moreš fisati igrati v C-dur. Na placu. To je vreda, če se zadržuješ. Ja, Za muzika ponavadi veliko bolješ, da se tule zadržuješ, kot da si ga tule kot prezaš. Band Morfin, ko sem ga zadnjič spustil, sem se zdaj spomnil, da mislim, da njihov basist imel samo 2 struni. Ja, pač posebnost. To je to. Ja. Super, vse je dovolj. Mislim, 2 strune so drage, pač, veš, jaz ga razumem. Dragi so, pa še mogoče boljš, da si malo reduciraš čas kako stvar, da nimaš preveč za uporabljati, ker boš mogoče preveč naredil, ne, za kako mat, kako ne nuca, ne. Ja. V glavnem, no, tak. Čas sem več vadil, ko zdaj, recimo, zdaj pa drugač vadim, ko sem pač včasih. Pa vzdržuješ tudi nekako, da ne padeš zdaj ful, jaz vem, da če bi za kak let odložil kitaro, bi sigurno nuco več, ko pa če jo res vsak dan vzamem, ali pa mogoče imam kak dan tudi pauze, čist pauze, recimo, da se ne pipnem, ne. Jaz sem imel obdobja, pa še zdaj imam, recimo, ko imam nekih ful drugih stvari, pa z bandom nimamo vaje, pa recimo po 14 dni sploh ne prijem kitaro v roke. Ja. Ugotovil sem to, če prijem zvečer po službi domov, pa se mi ne da pereti v roke kitaro, je ne primem, ker če sem jo perel, pa se mi ni dal, sem igral za track. In sem se sam še bolj zafrustriral, ker so pač neke stvari, ki jih drugač brez problema odigram in jih takrat kar nekaj se ti zapleta. Ker nisi pa si pristvar, misliš, pa dobro, pa kaj jaz sploh delam, pa kaj bom prodal vse skupaj, ali kaj, ne. Sem rekel, lej, ko se mi ne ljubi, ne primem, in pol, ko jo primem, jo pa igram, ne vem, lahko 8 ur, veš, pa gre takle čas, ne. Pa tudi to je fajn, da si tak malo multi-instrumentalist, da poznaš, ne vem, klaviaturo, veš, ti isto vokal poznaš, pa klavir si tako mogo tudi znati, verjetno, pa saksofon. Veš, ful je dober, da imaš neko širino, da si malo bolj, lahko na svojem inštrumentu boljš igraš. Jasno. Bolj štekaš muziko, kam mora ki biti, ne usiljuješ noter stvari, ko, ne vem, da se mečeš preveč v basistove lege ali preveč v, ne vem, malo bolj dobiš širino pa občutek za to, kak je igra. Ja, pa tudi v procesu songwritinga ti to ful prav pride, ne, ko pa če zdaj pač, ne vem, znaš sam bas igrati, pač ja, lahko si spomniš neko pač linijo, ki pač lahko se okoli tega dela komad. Boš pa sam naredil komad cel, ne? Ja. To je pa res, ja. Ti pa kitaro, če igraš akustično, električno. Akustično, električno, to sem si pač skozi leta zdaj pač nekako nabavil, da imam doma pri roki in pač zdaj sem se v zadnjem letu, ko sem imel pač, sem bil prisiljen biti več na računalniku, tako v okviru službe, kot tudi izven. Sem se pač začel malo v te programe, ki me jih je bilo na začetku vedno malo nekako strah se lotiti, ker pač, ne vem, nisem nikoli bil
tip, ki bi se veliko za računalnikom ukvarjal. Doma so me vedno podili ven, nisem smel biti veliko na računalniku, nisem smel veliko igric igrati. Sploh tistih streljači, ne, mama kar popizdila. V glavnem, in sem imel malo ta handicap, no, ampak sem se zdaj... Handicap, da si več vadil, bas. Pa sem več vadil, bas, ja. Ampak zdaj sem se pa malo lotil tega, no, in pač je... Produkcija misliš verjetno, ne? Ja, produkcija, pač neka ideja, veš, ko jih drugače pač na telefon posnameš, sej še vedno jih, ne, v tistem momentu, ko pač pride. To je najboljša pogledavščina. Ampak recimo, lahko si tam posnamem pol, ne vem, bas, pa naklikam mal ukvirn bobn, ki si ga zamislim, pa pol probam kitarsko linijo, ki jo drugače imaš v glavi, pa ne veš, zdaj bo pasal to skupaj ali ne, veš, drugače priješ na vaje, ne, pa rečeš, veš kaj, da mi tole igra, Točno to. Pa viš, mogoče pa tole ne bi bilo najboljše, pa ne veš točno, kako bi zdaj šel naprej. Tam pa doma lahko pač probaš stvari, pa nekako si sestaviš nek okvir, pa itak, ko priješ na vaje, recimo z bandom, pa daš nek vsak svojo, pač tisto not zraven, kar je meni super, no. Ful ne rad delam sam, stvari rad delam z bandom, komade, se mi zdi, da lahko vsak prispeva nek bistven element v muziko, in pol pač pride nek komad ven, ki pač Sam ne bi ga naredil. odraža band, ne, pač ima nek Jaz sem sound to tega banda. tako bolj team player. Ti si pa ful produkcija, si se kar dosti ukvarjal, mislim ful. Jaz sem samo prvi kmac snemal z bandom, Lobotom, sem ga enkrat kontaktiral. To je bilo pa res, to pa so res bili... Demo, ampak, a veš, demo Smo dobiš. snemali na ADAT, na kaseto, se spomnim. Res? Ja, Jaz se ne spomnim to, kako je to šlo. Nič Pa nisem. treba audio vsak posebej. Imamo tu tehnično ekipo zraven, veš, ADAT. Ja? Neverjetno. Super VHS je bilo treba naročiti iz Nemčije, da si lahko gor posnel audio. Na VHS si snemal, tako kot nek video rekorder. Ja, sem v bistvu na trak kanale snemal. si označili. Na film. In pa si mogel, pa sem si outputa ven spalal mešalno mizo in na mešalni mizi nekaj na miksu in pol record out v kompjuter, pa na kompjuterju pol v nekem, ne vem kaj bi Winamp ali kje si imel neko opcijo rekord, pa si pol tist rekord dal, pa pol tist posnet. Čist čudni cajt. Wow, res čudni cajti za produkcijo. Ampak si Ni začel. bilo še teh zvočnih kartic skozi, da bi to doma imel in Pojma, nijam, res teh ni bilo teh tehničnih misi, nismo imeli teh kompjuterjev in pač to drugače je bilo takrat. No. stvari. Nor. Takrat je bilo noro že, da je nekdo prišel z 2 mikrofonoma, pa ti je vajo posnel, se spomnim, da je to bilo nam, to smo si pol na CD zapekli ali pa na MP3 player dal, pa si to pol kazal okrog. Mi smo imeli srečo, ne? Ker je Jokić, Nik je bil Nik majster. Jokić pač takrat bil prav model, ne? On je prišel z Macom, zvočno kartico, 8-kanalno, posnel bobn tule na placu, imel je mikrofone, pač 4, že takrat, ne, mi smo bili, wow, 4 mikrofone, pa mi smo še enega dali, ko smo imeli na placu, ne, pa smo posneli bobn pač za nek demo, ne, posneli smo kitare, in to je bilo nam takrat pač znanstvena fantastika, ko smo njega gledali pač, in karkoli smo zafušali, rekel, ta bi tam že z doma porihtal. To ne zmeril, z doma porihtal. Ja, je podobno delo pol za Killing Option, ko smo igrali skupaj. Ja, ampak takrat je bilo to že, mislim, top, ne. Ampak je bilo vseeno takrat, ko je on to delo, je bilo 5 let po moje za tem. Še vsaj, če ne še več. Če ne še več, on biti mlajši 5 let od mene. Ja, itak. 4-5. To so že bili drugi. To To so bili prej drugi cajt, takrat si ti že zvočno pol verjetno. Ja, veš da, itak, ja. Ne, jaz sem res resnici na ljubo, jaz sem do karantene, nisem imel niti zvočne kartice, zato ker tudi kljub temu, da sem hodil na študij audio engineering, sem si sam pridobil znanje, da znam jaz komunicirati z inženirji, ker nisem inženirski tip človeka, jaz sem res kitarist, muzičar, znam neki multi-instrumentalist, znam neke bobne, znam bas, znam neke osnove na teh inštrumentih, ki so najbolj pogosti. Znam klaviaturo, z desne roke igram tako, da lahko z MIDI, a veš, programiram. Zdaj, prej sem pa sam zaigral, pa sem rekel, ti, recimo Jokić, ne, vedno sem imel pa tako nesrečo, oziroma srečo, da sem delal s takimi ljudmi, ko so ful več cajta temu namenili, ne. Recimo se je mogoče ni bilo tako fascinantno vaditi kitaro po 5-10 ur na dan, ampak je bilo fascinantno tudi sedeti za kompom, pa snemati, pa miksati, pa downloadati programe, pa downloadati, pa nalagati plugine, pa to, kar je meni res nimam pojem. In sem celo to zdaj zaradi karantene, ker smo bili več prisiljeni biti doma in sem rekel, če hočeš nekaj naprej spraviti, kakšne demo te narediti, nekaj moram sam delati, ne. A veš, vsaj trake lahko pošiljam producerju, ne. Moš dati nazaj na lančič. Na lančič.
To je to, ja. To je to pri produkciji, ja, tako delamo. Ja, Ja, mislim, tehnologija je prišla tako daleč, da Res. se vse dela nadaljavo. Mislim, ogromno stvari se da delati nadaljavo. Jaz vem, da bobnari svetovnega kova, lahko prideš do njih, pa ti doma v svojih domovih, v studijih, kleteh, ne vem, Berlinu, New Yorku, Los Angelesu ti posnamejo, pač naročiš, plačaš, pošleš in dobiš nazaj. To je ta dostopnost, ne, ki je ni To je. bilo, ne, včasih. To, po drugi strani To je nemogoče. pa se mi zdi, da s tem tisti profesionalni studiji pa malo mogoče zgubljajo. Ne? Sigurno. ja, itak, ja. Old school studi, sigurno zgubljajo te miksete, konzole, mislim. No, a veš, problem je tu, ne, zdaj tudi, mislim, konec tudi v nas, ne, a veš, jaz zato vedno pravim, da se nimam za ali studijskega tehnika, ali pa Inženirja. mixmana, ali pa karkoli, ne. Pač nimam se in tudi vsakmu to povem, da kar delam za potrebe demo posnetkov, za potrebe predprodukcij, za potrebe, ne vem, redko pa res ne vem, če sem že mogoče da eno ploščo ali pa dve plošči, da sem mix pa master delal, pa še to zato, ker ni bilo druge izbire pač. Sem bil edini, ki bi lahko to naredil, pa skončal in sem to naredil. Dejansko pa prepuščam delo tistim, ki se s tem ukvarjajo, tako kot se jaz ukvarjam z bobni pač. Tako, jaz isto. Mora biti nekdo, ki ne moreš biti zdaj kar, ne vem, kar igralec, pa mixman, pa ne vem, pač ne moreš prevzeti vseh teh vlog. Ne. Težko je, da boš Ja. na zelo visokem nivoju, ne. Lahko Ni jih prav, ne. prevzameš in Ja, ampak zdaj zato, ne, ker si prej študij omenil, ne, zato zdaj tudi so študiji tako, ne, nekateri, ne, so, Ja. so v upadu, zato ker se veliko ljudi odloča za to lastno produkcijo. ja. Ker pač je tudi scena taka, da po mojem tudi cache vse posod ni dovolj, ne, Točno da bi to, si ja. vsi lahko to privoščili in pač posegajo po alternativah. Kar pa pomeni, da so tudi lahko izdelki konec koncev slabi. Malo se je začeli zanemarjati to. No? Sigurno so izdelki slabši. Vse pri vsej tej poplavi ne more biti vse kvalitetno. Ja. Ker je poplava je pa res na dan, toliko muzike nastane, ko je včasih po moje ni na leto nastalo, ker ni bilo enostavno toliko studijev na svetu, da bi lahko to oni bili sposobni producirati. Danes pa lahko, mislim, muzika, jaz govorim o izdelkih, audio izdelkih, pa so, ne, pa midi, pa v vseh remixih, pa vsem, kar prihaja na net. To so take ure, ko jih ne doživi sploh en človek, mogoče 7 live, ne, na dan, v bistvu ljudje gor uploadamo, ne. In zato je tudi mogoče malenkost težje trenutno res ful izstopati, pa ful, ko daš ti ven single, se moraš zavedati, da je že samo v Sloveniji, že v času Celju, včasih res v tvojem lokalnem da še en drug izvajalec ven Ja. izdelek. Ne? In tudi če včasih je bilo tako, da videospot, ko si glih razlagal multibol, ne? Ko so multiboli delali videospote, so bili mogoče takrat res edini v Celju, ko so delali neke videospote na takem nivoju. Danes pa vsak, v bistvu mora imeti videospot, če ne daš videospota na YouTube, kdo bo gledal sliko pa poslušal muziko. Ja, počasi je tak video spot stal 10 ur narediti, zdaj pa ti Zdaj ga pa res lahko Dobiš za zelo jurje pa poceni pol, ne. narediš. Ja, če sam veliko dela zraven ložiš, ne, se to ne. To je to. Zdaj pa tam, kjer se da, ne vem, tam, kjer moraš sprejeti tak kompromis, ga pač sprejmeš. Ne. Jaz pa pravim, da če pa se da nabrati dovolj sredstev, da se to naredi na profesionalnem nivoju, pa res dajmo vsi ustrajati pri tem. No, Jaz tudi to mislim, Da te branže tudi upravljajo svoje delo, ki ga imajo in ga upravljajo Pa dobro. da bojo izdelki kvalitetni, konec koncev, Ja, če ti absolutno. narediš kvaliteten videospot, kvaliteten komad, ga bo tudi raj promoviral, ko pa če veš, da si daj neki na hiter s konvergo. Pa tudi konc koncev je neka izkušnja, stari, ko greš v nek To je pa tako največ vredno. profi studio, pač posnet neko zadevo, mogoče celo še tam spiš, tako smo mi imeli možnost, recimo na Reselu, en vikend tam ostaneš, se nekako še bolj povežeš z ljudmi, ki so pač tam. Pa da zmanjšaš stroške, narediš to, da ste vi, narediš produkcijo prej, se res pripraviš, da greš pa res sam posnet, ker mi si v resnici na ljubo ne moramo privoščiti za 1 leto studija, tako ste včasih delali. Itak, ne. Gigantski Še za en bendi, mesec si ga ne moreš, Pa itak, da ne, mislim. ja. A veš, da boš ti cel mesec tam živel, pa boš noter delo plato v studiu, na to pozabimo mi zaenkrat. Pa noben od nas ni zdaj pač, noben od nas se samo s tem ne ukvarja. Ne. Ja, Pač tu je treba poudariti, da pač vsi imamo neke day jobe, ne, ki pač so nujno potrebni za to, da lahko sploh delamo to, kar hočemo pač delati z bendom na tej točki, ker na tej točki, ko pač se z bendom nekako prebijaš na sceno, kvečemo samo noter vlagaš, pa nič kaj ven ne dobiš. Če si lahko pokriješ, recimo z nekimi koncerti, pa mogoče z nekimi sponzorskimi sredstvi, da si na nuli, je to že pač To je to. res huda zmaga. Ne? Ja. Ja, ampak se jaz pravim vsem bendom, zdaj, ko se pogovarjamo, ti moraš to vedno gledati investicijsko. Ker to je, Valjda. če boš naredil trgovino, pa boš prodajal izdelke, boš tudi najprej mogel plačati, kupiti izdelke, kupiti robo, narediti brand, začeti prodajati, potem boš pa ti balansiral to čez leta. Ne? Pa predvsem veliko dela in časa, ampak res veliko.
Res je Ja. ogromno. Pridemo Že sam- nazaj na te prioritete. To pač se odločiš in ljudje okoli tebe pričakujejo, da boš še kje druge, da boš še počel kaj druga. Vse ne tako, mi se velikrat radi rečemo, pridi v band, se boš imel fajn. No? Ja, pa nosiš, delaš, pišeš maile, miksaš. Ljudje to ne vejo. Počneš vse Songwritaš, pa najprej moramo še gledati, da je tu 15-20 let plus vaj. Ko si Sam doma, sam ja. doma delo pa ustvarjaš, zato da sploh lahko prideš do tega nivoja, da sploh lahko ti greš nekaj posnetne. Pač ljudje te vidijo na odru kot nekega zabavljača tam. nič ne dela v pač življenju. zgledaš, da se imaš fajn, se ponovadi Se se imaš, imaš, ne, to je itak je point, ja. to noro, ne. Ampak konc koncev, mogoče zato gledajo, ker se imajo tudi oni takrat fajn, pa nekako povezujejo vse skupaj z neko zabavo, nekim sproščanjem, ko je takrat Ja. ne vidijo pa tega dela v ozadju. Pač, Pa ur. Pa ur. Časa, pa Recimo zdaj sploh fokusa. družbene omrežja, stari. To ti lahko vzame, če se greš za res, 8 ur na dan lahko sem to delaš. Absolutno, ja. Ne? V glavnem, Pebi, hvala lepa, da ste se oglasili na podcast, oziroma da ste me povabili v vaš plac, Naš brlog. v vaš brlog, Ja, hvala tebi. Hvala ki se tebi, stari. odvija rock'n'roll, kjer klonirate vse, kar ste do zdaj dali čez. Ja, res je. Partner in crime, Partner in kraj. Luka Vinko. Drum, bass. Drum and bass. Ono, glede na to, kar ste prej povedali, koliko imate gužva, pomajte, noben ne bo upal poklicati, če lahko prijete. Okay, gledate, kakšne sešne. Ni zdaj gužve, zdaj ni ni. gužve. Ni gužve. Ne, Zdaj lahko ful sešen, rabimo kar ste na koncerte. voljo. Stari, valjda smo na voljo za sešni. Noro. Itak, sešni so super. Voljna in na voljo. Voljno, to je to, noro. Hvala vam. Hvala tebi. Hvala. Bilo To se je je to. super pogovarjati. Malo obuditi stare Zbuditi skupine, stare spomine. povedati malo, Upam, da smo kaj pametnega tudi povedali, da nismo samo bluzili. jaz ne dvomim. Pa če ste prišli do konca tega, pa ste vse pogledali. Damo zapir. Naslednjič, ko se Pir, vidimo. prav. Kad naslednjič, ko se vidimo po cuki. Kaj ste kakšno nagradno igro tudi? Če ste vse pogledali, pridite zdaj sem. Ja, Lahko naredite kakšno nagradno igro, pa kloni podelite, ne vem, CD Uno, ko bo prišel do konca in bo čul ta pogovor, ker ostali tako ne bojo vedeli. Tisti, ki bo prišel do konca, naj napiše v komentar, da je prišel do konca. Sam ne sem to, nekim bolj moram, en bolj nekaj kod, drugega, nek kod, zdaj, en kod, da imate ne, kakšno. v bistvu mora zasebno sporočilo poslati, ne? Naklon. Pa napisati, čau, jaz sem prišel do konca. Sam po mojem je boš, da napiše res v koment, sam mora biti neka tuta, neko inside for, Aha. da damo. Ka hashtag klon 1, ki je CD. Ja. Hashtag Ok, klon 1 je message in med vsemi, ko boste to delili, bomo Evo, zžebali damo eno enega, plato. ko vam kloni podarijo prelato. Jaz pa če imam takrat trzalice, JL, pa še to zraven dobite, nič pa ne obljubim. Narejen. Enjoy the show. Peace out. Čau.